Dobro, ura je 3, lahko pričnemo z delom. Po točko 1 ugotavljamo sklepčnost. Od občinskih svetnikov in svetnic imamo eno opravičilo, gospa Mojca Erjavec je opravičila, ostale svetnike pa še pričakujemo. Podžupan Erjavec je prišel ravnikar. Torej, lep pozdrav vsem na 21. redni seji občinskega sveta. Torej, po točko 1 ugotavljamo sklepčnost. Prisotnih je 19 svetnikov in svetnic. 19 ugotavljam, da je občinski svet sklepčni, lahko prične z delom. Točka 2, potrditev dnevnega reda današnje 21. redne seje občinskega sveta. Dnevni red ima 14 točk, s tem da ima 6. točka 16 podtočk in dajem ta dnevni red v razpravo. Sam nimam predlogov sprememb. Če ni razprave, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem potrjuje dnevni red 21. redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 19 za. To je soglasno glede na prisotnost. Tretja točka dnevnega reda, obravnava in potrditev zapisnika 20. redne seje, 7. izredne seje in 12. dopisne seje. Ti zapisniki so prispeli k vam s sklicem te seje in dajem te zapisnike v razpravo. Sklepa se soglasi, da potrjujete zapisnike. Če ni razprave, predlagam sklep. Občinski svet potrjuje zapisnik 19. redne seje, 7. izredne seje in 12. dopisne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 19 za, nič proti. Potem sledi 4. točka dnevnega reda, poročilo izvrševanja sklepov 20. redne seje, 7. izredne seje in 12. dopisne seje. Danes, kot ste videli, ni poročilo o izvajanju sanacije oziroma poročilo o teku projektu ter poročilo podžupanov, ker bomo o tem poročali naslednjo sredo, da boste imeli vsa končno sliko o celotni sanaciji in o vseh zadevah, ki naravno v tem trenutku tečejo. Smo se odločili, da to poročamo na naslednji seji. Edino, kar vas z moje strani želim danes seznaniti, je torej ta sklep o začasnem financiranju občine Ravne na Koroškem v dobi januar do marec 2026. V skladu z zakonom o javnih financah lahko seveda župan sprejme sklep, da proračun teče od 1.1. naprej, kljub temu, da proračun pač na 1.1. ne bo sprejet, da lahko seveda tekoče obveznosti v višini, kot je bila v lanskem letu, izvajamo in župan je dolžen seznaniti svetnike s tem sklepom, ki ga pač sprejme sam. Tako da so nas o tem sklepu obvestil, ne pomeni pa kakšne vsebinske, bi rekel, proračunske zadeve. Torej, odpiram razpravo k 4. točki, poročilo izvrševanja sklepov ter o tem sklepu o začasnem financiranju. Če ni, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročilom izvrševanja sklepov iz 19. redne seje, 7. izredne seje in 12. dopisne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 19 za. Soglasno. 5. točka, odgovori na vprašanje in pobude z 20. redne seje. Te odgovore na vaše pobude in vprašanja so bili pripravljeni v pisni obliki in odpiram razpravo pri tej točki dnevnega reda. Gospa Verdinek, prosim. Pozdravljeni vsi, hvala za besedo. Kar nekaj pobud je bilo danih, pa bi rekla, da bi želela kako dodatno pojasnilo, nisem za vsem tak čist zadovoljna. Moja prva pobuda je bila v zvezi z rekonstrukcijo oziroma obnovo ceste Čečovje jug, vsaj do tega novega naselja, se pravi te stare ceste Ravne na Vrški vrh. Odgovor je bil, da to ni predmet tega projekta, to razumem in tudi sem pravzaprav vedela, da ni, ampak zdaj je rečeno, da bo obdelana v ločeni projektni dokumentaciji. Sprašujem se, a bo to stvar proračuna 26 ali se bo to zgodilo kdaj kasneje. Gre tam pač predvsem tem občanom, ki so že zdaj tam, za razsvetljavo in seveda tudi za pločnik, če vemo, da bo zdaj tam seveda večinoma najbrž mladih družin in da bojo otroci hodili po tej cesti v šolo. Drugo, glede dvigala. Ne bi danes razpravljala, seveda se zapletala o tem, kaj je lepo in kaj ne, tak je bil tam odgovor, ampak nisem pa dobila odgovora na vprašanje, zakaj taka rešitev za dvigalo, ki poslabša kakovost življenja tamkajšnjih stanovalcev.
Zdaj spet seveda razumem, da to ni stvar konkretno občine in našega sveta, če je bil to zasebni oziroma drug investitor stanovanjska, ampak vendarle je dal nekdo, en strokovnjak, štempelj na to, da se to lahko tek naredi. Jaz sem hotela takrat opozoriti sam na to, da se ne bi take rešitve, da ne bi bile standardne rešitve, ne toliko zaradi izgleda, imajo vsake oči svojega malarja, ampak res zaradi kvalitete prebivalcev tam. Pri tretji pobudi sem bila mogoče nejasna, ko sem govorila o vodohramu, se opravičujem, ni bila mišljena tista gozdna cesta, kakršen je bil tam odgovor, ampak gre za sanacijo ceste do vodnega zajetja Rudnik. O tej cesti sem že večkrat dala pobudo, torej to ni gozdna cesta, ampak do zajetja Rudnik, se pravi od nekje Kotnikove bajte, Vorančeve rojstne hiše do tega našega vodnega zajetja. Pol je bila pobuda tudi v zvezi z algami, tu pa imam eno vprašanje, za katerega upam, recimo, da bo šlo naprej. Odgovor je bil, da gre pa, da ni to mulj, ampak alge, da gre za naravni pojav in ga ni mogoče odpravljati v okviru naših rednih vzdrževalnih del. Da pa je smiselno ozaveščanje teh priobalnih lastnikov o prepovedi odlaganja organskih in drugih odpadkov in opozarjanje na morebitne neustrezne iztoke odpadnih vod v potok. A naredimo kaj v zvezi s tem? A me zanima, kaj bo kdo naredil, čigava naloga bo to, da bo ozavestil te prebivalce, za katere očitno vemo, da je to tudi problem, da je to tudi problem vsega tega, kar sem naštela. Hvala. Hvala, gospod Ordinik, za vaše dopolnitve vprašanja. Bomo do naslednje seje, oziroma do naslednje, ne vrš ne, ker je čez en teden, do naslednje pripravili dodatne te odgovore, kar ste pa v osnovi vprašali, en izmed vaših pobud, je pa stvar proračuna, ki še ni, v bistvu verzije proračuna še nimamo, za to primarno cesto, ki vodi sedaj iz Čečovja proti Navrškem vrhu in je pod naseljem, bodočim naseljem Čečovja jug, kjer je bilo na javnem razpisu zdaj prodanih 12 parcel od 22 in bomo sva ta razpis tudi ponovili. Ostalo pa bomo odgovorili pisno. Še nadaljujemo razpravo k tej točki dnevnega reda. Če ni več koga, predlagam sklep. Občinski svet občine na Koroškem se je seznanil z odgovori na vprašanje in pobude iz 20. redne seje. Kdo je za? 19 za. Soglasno. Prehajamo na 6. točko dnevnega reda z 16 podtočkami. Zdaj v okviru, zaradi dejstva, da sodelavka kot vodja urada za razvoj investicije je odsotna zaradi smrti v širši družini, bom jaz sam predstavil na kratko teh 16 investicijskih namer občine oziroma širši kontekst tega. Zdaj pred vami je torej spet 16 odločitev o tem, kaj na ravnah lahko investiramo. Vseh teh 16 potez je vezanih na naravne nesreče in sicer nažalost ni po vrstnem redu zloženo, nekatere nesreče, pa iz gradiva se vidi, so iz poplav 4. avgust 2023, drugi dogodki pa so iz dveh drugih neurij, imenujemo jih neurije junij 24 ponovače in pa neurije julij 24. Zdaj pravila igre je država tu pri teh investicijskih namerah spremenila, poplave 4. avgust 2023 financiral v 100% smislu, medtem ko neurji junij 2024 in pa julij 2024 nameravajo financirati v 90%. Zanimivo, da ta odstotek, koliko financirajo katere naravne nesreče, ni določen v nobenem normativno-pravnem aktu in se to odločijo pravzaprav na izvršni ravni Ministrstva za naravne vire in prostor. Oni določijo sami, kak odstotek, v vsem slovenskim občinam, ne samo občine Ravne dali.
in so se pač odločili za torej 2 neurji, med katerimi imate kar nekaj teh dogodkov za 90% financiranje, 10% pa bo tangiralo občino Ravne. Zdaj druga pomembna zadeva je, avgust 2023 ima poseben zakon, to je zakon o odpravi posledic neurja in tudi enormna sredstva strani države, strani vlade odobrena. Vemo, da se je odobrilo več milijard evrov za sanacijo avgusta 2023. Medtem ko ostali obe neurji, ki sta obdelani, tudi kasneje bom predstavil teh 16 potez, sta strani vlade potrjene zelo šibko. V bistvu so bila v resnici 4 neurja od 2024, občina Ravne je bila udeležena v 2 in za vsa ta 4 neurja imajo v tem trenutku na voljo 30 milijonov evrov, kar so da v primerjavi za 2000 milijoni, kar pomeni, da 2 milijardi predstavlja so da majhen denar, še vedno pa so tudi lep denar konec koncev. In za teh 30 milijonov evrov, ki jih imajo zdaj potrjenih, preden da bo rebalans državnega proračuna ali prerasporeditev, bomo seveda takoj po sprejetju z vaše strani poslali dokumentacijo, v kakšni meri bo pač narejena, da bi te investicije dobili potrjene v največji možni meri. Zdaj, kako bojo teh 30 milijonov delili, zaenkrat je informacija, da bo v smislu prvi pride, prvi melje, zato tudi ta seja decembra, da te dipe oddelamo še z zelo, bi rekel, šibko projektno dokumentacijo, torej na tej seji in da lahko vsa občinska uprava nadaljuje za ostalo dokumentacijo, kot je pridobivanje lastništev, kot je pridobivanje soglasij, kot je seveda tudi recenzija državne tehnične pisarne, ki je zopet razlika med poplavama. Za avgust 2023 je obvezna recenzija državne tehnične pisarne, za poplave junij in julij 2024 pa lahko občina ali da recenzijo na državno tehnično pisarno ali pa izbere drugega recenzenta. Tako so nam dali to možnost, s tem, da drugi recenzent ni brezplačen, državna tehnična pisarna pa je brezplačna. Toliko vodoma, kontekst teh 16 potez, zdaj, če grem na hitro skozi njih, potem se lahko razpravljamo, glasovali bomo vsako posebej, razpravljamo v paketu ali posamično, gre za plazove, zdaj grafično bomo prikazali vrednostno, prvi plaz v višini 220 000 evrov, to so grobo ocenjene vrednosti, na imenovanje plaz Selovec, zdaj, kako domače se lahko izražam, to, ko se peljete na Koroški Selovec, priimek Renar oziroma kmetija Tresk, da vam bo geografsko, bi rekel, bolj jasno, o čem govorim, ta spodnja hiša na spodnjem ekranu, sicer ne lahko GDPR-jo, govorim priimke imena. Glavne kmetija Tresk, zdaj poznate sina od kmetije Tresk, da ne bi jaz kakve uredbe kršil, kdo je doma tu, glavno, tu gre za plaz v višini 220 000 evrov, neurje je iz leta 2023, kar pomeni, da računamo na 100% sredstva države. Naslednja namera je imenovana sanacija plazu Tolsti vrh, to je naselje v Stojanski reki, ko se zapeljemo, seveda takoj, ko pridemo v Stojansko reko, desno navzgor. Tu živi blizu, v tem naselju živi, ne vem, gospod Peter Kordeš, on mi ne zameril, če ga omenim, da veste, kjer naselje je to v Stojanski reki, to je v bistvu plaz pod hišo, pregledan, prosim, naselje Hudopisk, bravo, naselje Hudopisk, na tem ovinku vidite, pod kjerim objektom se sanira plaz, višina 563 000 evrov, neurje avgust 2023. Naslednja je imenovana Koroški Selovec, višina investicije 121 000 evrov, ocenjena, tu gre pa od Mrakove Lipe, če se peljete dol proti Dobrjam, levo, prva hiša levo, če krenete od Mrakove Lipe proti Dobrjam, ena hiša, pod katero je plaz, višina 121 000 evrov, neurje 2023. Potem je plaz Novak, to vam je namreč tu znano, na poti v Strojno, kmetija, ki ima alpake pod to kmetijo, plaz ocenjen na 180 000 evrov, poplave 2023. Potem je tu cesta do gimnazije, priznana kot škoda med poplavami, ocenjena na 470 000 evrov, vendar tu, kot rečeno, je pa junij 2024, se projektira, rekel, obnova tega območja, z vidika seveda poplavne varnosti. Pol naslednja je križišče Lipovnik Pogorevc, ta je največja v smislu, če sprav gledam, številke 3,1 milijon evrov,
je ocenjena. Gre pa za cesto, zdaj, ker se pripeljamo proti Zelenem bregu, kjer je že asfalt v grobi obliki, zavijemo desno, Perše, Predan, Primkič so vam znani, no. To je nedržavna, to je občinska cesta, JP, in ta cesta je planirana tudi junij 2024 po zdajšnji ceni 3 milijone evrov. Potem je cesta kmetija Račelj, gozdna cesta Račelj-Mlin-Jank, to vam je tudi najbrž znana cesta, iz glavne ceste strojno zavijemo čez en most tam desno in prijemo ven na drugo cesto, ki je tudi asfaltirana, je to ocenjeno na 1,6 milijona evrov, nekdo se smiji. Potem cesta, nerodne so številke, to je neurje 2024, ne 23. Potem je cesta Kotle 14, zelo nerodno okarakterizirana z rimsko številko, to je cesta v naselju Prislan, če lahko tako rečem, no, mimo pokopališča, za gostilno Toni, tisti breg, je tudi neurje, oziroma 2024, žal, v višini 50 000 evrov ocenjen projekt. Potem je cesta Podgora, to je cesta do smučišča, če lahko rečem, Rodošek, ko zavijemo od Rimske Orlica Grpa, potem desno, kot vidite oznako, tu če se peljete po sporedni cesti, v glavni prijete do smučišča Rodošek, 120 000 evrov neurje 2024, potem cesta Nadožnik, to gre za manjši propust v naselju Nadožnik do Brdinjak za 24 000 evrov neurje 2024, potem je cesta Križišče Lipovnik Pogorevc, uklepajo plazovi, tu je na ovinko, ki zavijemo proti kmetiji Lipovnik, kjer je asfalt na desno stran, na levi ovinek pa je še makadam, je to splanirana cesta in pa vsa sanacija plazov v višini 563 000 evrov, tu manjka do stika z asfaltom 800 metrov in ambicija je, da se tu naredi pač stik asfalt, je tudi julij 2024, potem Brdinje 35, to je cesta za nekdanjo ali sedanjo plinsko postajo Kotle, cesta, ki vodi do kmetije Pratnekar, zgornji Pratnekar, vemo, kje je to, Brdinje, 35. Ko se peljemo v Slovenj Gradec, ko se začne klanc navzdol, gremo levo navzgor, bivši plinarni, no, tako, Brdinje, 35, 280 000 evrov, žal, julij 24. Potem ena, ki je v avgustu 13, ki je v avgustu 2023, 670 000 evrov, cesta Zmiljana Ravne, cesta Center Ravne 1, gre za celotno Dittingerjevo ulico v mestu Ravne, ta pa je v avgustu 23, je nekoliko lažja pot, no pa več sredstev ima država za to. Potem je 14. današnja poteza, no, cesta Šance Rimska 13, tu boste mogli skice videti, no, kjer je cesta na Šancah, to je težko pojasnim, no, ampak gre za pomembno cesto na Šancah v višini 782 000 evrov, podobno Šance Rimska 7, 940 000 evrov, obe šancevski cesti sta v neurju 2024, kar pomeni manj sredstev in pa 90%, in pa zadnja, to je pa Margajeva ulica, 950 000 evrov, ta je v avgustu 2023, gre pa za cesto od državne ceste pri Zadrugi pa do začetek te Margajeve ulice, no, do te hiše, to pa pravzaprav bomo želeli, da je to sofinancerski delež občine k sofinancerskem sporazumu, ker država vodi projekt Ravne Križišče Kino v višini 2,5 milijona evrov, od tega želi od občine, torej teh 950 000 evrov, ampak so mi jih ne bi dali, mi bi jih vzeli, MNVP-ju pa dali, potem DRSI-ju oziroma MZI-ju, Ministrstvo za infrastrukturo, ki vodi državno investicijo in potrditev tega je to je pa že IP, no zadnji trije so investicijski programi, kajti vrednosti so, ker so DIP-i so bliže sprejeti in so vrednosti nad $500 000 evrov. To sem na kratko predstavil teh 16 točk in odpiram razpravo, ki želite posamični ali pa vsem točkam. No. Gospa Pešelj, prva, potem gospa Ranc, gospod Kratek. Pardon, ja. Hvala, gospod Kratek. Oba dokumenta sta ravnala dva odbora, odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo, prosim predsednika, gospoda Vrhovnika. Dobar dan, hvala za besedo. Prav dobro. Že mislil, da imamo nujni postopek, da je bolj hitra seja.
Jaz predlagam, da predstavim vse sklepe, ki smo jih obravnavali po to podtočko. Torej, vseh 16 teh DIP-ov in od tega 4 IP, kar je župan zdajle predstavil, je obravnaval Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo in je tudi predlagal občinskemu svetu, da jih sprejme. Hvala. Hvala predsedniku odbora za gospodarstvo, komunalno infrastrukturo. Prosim, odbor za proračun in finance, gospod Kratek. Lep pozdrav, hvala za besedo. Bom naredil enako kot moj predhodnik, predsednik odbora. Tudi naš odbor za proračun in finance je obravnaval 16 investicijskih dokumentacij, od tega 12 DIP-ov in 4 IP-je. Vseh 4 je soglasno glasoval, mislim, jih potrdil in predlagal občinskemu svetu, da jih sprejme. Hvala predsednik odbora za finance. Gospa Peš, prosim za razpravo občinskega sveta, potem gospod Ranc. Hvala za besedo. Glede, ko ste rekli, gospod župan, zakaj se 100% financira poplave, pa zakaj neurje ne. Najbrž je tudi to zato, ker za neurje nismo dobili toliko denarja iz Evrope kot za poplave, ali to je tudi eden izmed razlogov. Če grem za 3 te investicijske programe, a grem po vrsti? Ja, Sanacija cestnega odseka cesta do gimnazije, to mislim, da je številka 5 ali 6. 5. Mislim, da je zdaj najboljši trenutek, da mogoče umestimo še ureditev prometa tam. Sanacija cestnega odseka cesta do gimnazije predstavlja pomembno priložnost, da se poleg nujne gradbene obnove izvede tudi načrt za celovito ureditev prometnega režima na območju DTK in gimnazije. Območje je prometno zelo obremenjeno, kar vsi najbrž, če se tam vozite, opažate, ker ga hkrati dnevno uporabljajo najranljivejše skupine udeležencev, recimo osnovnošolci, dijaki, ter tudi mlajši otroci, ki popoldne samostojno obiskujejo športne aktivnosti. Zaradi dolga leta neurejenega prometnega režima in neupoštevanja pravil parkiranja, kot tudi nezadostnega nadzora nad prekrškarji prometnih predpisov, prihaja do nevarnih situacij in prometnega kaosa, kar je bilo prepoznano tudi v elaboratu o ureditvi parkiranja na območju Doma telesne kulture in gimnazije iz leta 2023. Ker bodo sanacijska dela posegla v prometne površine in parkirišča, je smiselno in ekonomsko upravičeno, da se v projekt vključi tudi priprava ali vsaj predpriprava za kasnejšo ureditev prometnega režima, kot jo predlaga omenjeni elaborat, oziroma kot se bomo mogoče mi odločili, naprimer z nekimi omejitvami, dodatno prometno signalizacijo. Problem je tudi to, ker pač večina voznikov želi parkirati pred bazenom in pred gimnazijo oziroma tik pred knjižnico. Tako prihaja do nepravilnega parkiranja in do velike gneče, zato je tukaj nujno vzpostaviti red pri parkiranju. Po oceni te projektne skupine, ki je pripravila ta elaborat, modra cona ne rešuje problema v popoldanskem času, saj se veliko voznikov samo pripelje, odloži otroka in se odpelje. Projektna skupina pač v tem elaboratu predlaga plačljivo parkiranje od mesta, ki je bilo pripravljeno za namestitev zapornice, to je tam, ko je tisto malo krožišče. Mi mislimo, da v vsakem primeru je smiselno, da se v parkirnem režimu odločimo pred začetkom gradbenih del in da za rešitev problematike vključimo strokovnjake z področja prometne stroke oziroma projektiranja. Omejitev parkiranja od določenega mesta bi zagotovo pripomogla k boljši urejenosti prometa na tem območju. Seveda je pa že sedaj potreben reden nadzor nad nepravilnim parkiranjem, ker nepravilno parkiranje avtomobili zmanjšujejo preglednost, ovirajo pešce in povečujejo tveganje za nesreče. Nujna je tudi primerna in zadostna razsvetljava, sploh sedaj, ko je hitreje temno in so tako najmlajši udeleženci v prometu še manj vidni. Mogoče bi bilo potrebno razmisliti tudi o možnosti uvedbe krožnega prometa pred DTK-jem, kar mislim, da je bil predlog nekdaj že gospoda Logarja, da bi se tako rešili zagate zaradi obračanja avtomobilov. Naša svetniška skupina predlaga tudi ureditev pešpoti od zaključka pločnika proti DTK-ju do knjižnice, to je na sedanji zelenici nasproti gimnazije. Ker se ta pločnik, če greste od trga proti DTK-ju, se v bistvu konča brez prehoda za pešce. Tu predlagamo dodaten prehod za pešce proti vhodu v bazen.
Problem predstavljajo tudi obstoječa parkirišča ob gimnaziji in pešpoti mimo stadiona. Vozila pogosto zapeljejo zadnjim ali sprednjim delom čez pločnik in neposredno ogrožajo pešce. Zato je nujno, da se ob sanaciji uredi parkirišča na način, ki fizično preprečuje prekomerno zapeljevanje vozil preko roba pločnika. Učinkovita rešitev, zato obstajajo te nizke talne ovire, tako imenovane parking stop elementi, ki določijo skrajno točko, do katere lahko vozilo zapelje in s tem učinkovito varuje pešce na pločniku. To je preizkušena, strokovno učinkovita in uporabnikom prijazna rešitev. To je tam pred Havano, naprimer, tek imajo tam parkinga urejane. Tam Gostipado. Pri novih parkiriščih, ki so neposredno v pločniku in ne gre za bočno parkiranje, treba upoštevati ta princip. Parkirna mesta morajo biti dovolj dolga, da parkirna vozila ne ovirajo prometa na cesti. Naša svetniška skupina, kot tudi člani četrtne skupnosti Trg, kar smo že večkrat tudi dali v našem zapisniku, predlagamo, da se še pred sanacijo sprejme tudi načrt prometnega režima in varnih prometnih površin. Tako se bo območje po sanaciji ne le obnovilo, temveč tudi prometno uredilo na način, ki bo zagotavljal večjo varnost in pretočnost dolgoročno odpravo sedanjih prometnih in varnostnih težav. V predlaganem dokumentu sanacije cestnega odseka cesta do gimnazije je kot prvi razlog za sprejem investicije navedena prav potreba po zagotavljanju varnega in stabilnega odseka v neposredni bližini šolske infrastrukture, vendar pa ni nikjer navedeno, kako bo ta potreba uresničena. Zato mi predlagamo rešitev in to je vključitev načrta ureditve parkiranja v dokument, ki ga sprejemamo. Ali je saj, ne vem, neki dodaten dokument. Mislimo, da je zdaj ravno pravi čas za to. Poleg tega ta projekt je v višini 86,5% financiranja sredstva Ministrstva za naravne vire in prostor, zato pač mislimo, da bi ta sredstva pač lahko dala občina. Čeprav zdaj tule, ko pa gledam ta dokument, je pri oceni finančnih posledic piše, da so skupaj upravičeni stroški 410, skupaj neupravičeni 14, tam tabel je pač malo drugačno, sem dobro to, boste že najbrž popravili. Ne vem, tam to vidim, da je razlika. Glede parkirnih mest še tole, tudi na novih parkiriščih na Javorniku je potrebno namestiti talne ovire, parkirišča so dovolj dolga, ureditev novih parkirnih mest kaže na sistemsko pomanjkljivost urejanja, zato prosimo, da se pri umeščanju novih parkirnih mest, kjer se parkira pravokotno na pločniku, upošteva ta pripomba. To je glede tega. Pol pa cesta Center Ravne 1. To me pa samo zanima, ta razsvetljava po Dittingerjevi, to smo se mi s četrtno skupnostjo Trg, smo se pogovarjali z gospod Jašo Laznik, da bo na tem odseku, ki zdaj enih 50 metrov sploh ni razsvetljava, je čista tema, da bo talna razsvetljava, to me zanima, če bo to res. Pol pa še zadnja, Malgajeva ulica, ki je drugače cesta, mislim, da uradno. Me pa to zanima, a to bo zdaj recimo križišče, 2 mostova, kolesarska pot, pločnik in razsvetljava. Nas pa zanima, kaj bo z ograjo, ker ta ograja mimo Suhe je nestabilna. Zdaj pred 2 tednoma, ko je javno komunalno podjetje nameščalo te snežinke na luč javne razsvetljave, en delavec z luči vred, pa še z onim betonskim stebrom padel v vodo. To je pa zato, ker tudi stebri betonski so na takih malih, ne vem, se reče, nastavkih. In to je najbrže še kak drug, sem pač to ni nobeden prerod, tako da to me zanima, če še tudi, če bo ograja tudi vključena. Hvala. Hvala, no to ograjo bomo vse takoj preverili, no, ne glede na investicijo, če je res tako nevarno, da je nekdo padel z beton, da je zrušil betonsko ograjo pravzaprav, no. Ja, no sem se nalojtila, ne more kubik betona vršiti v Suho. To je očitno neka napaka. Prosim, gospa Rancija. Lep pozdrav vsem. Jaz bom malo bolj splošna. Vsi vemo, da je bilo v zadnjem obdobju pripravljeno izjemno veliko strokovnega gradiva, DIP-ov, investicijskih programov, drugih podlag, ki so nujne za izvedbo naših projektov. Zdaj, odkar lahko računamo na ta sredstva po neurjih in poplavah, je bilo treba pripraviti dodatno obsežno dokumentacijo
za rekonstrukcije in sanacije, kar je seveda zahtevalo veliko dela, zato hvala občinski upravi z županom na čelu. Dokumentacija je pač potrebna, to ni nobenega dvoma, birokracija je nujno zlo, medtem ko pač ljudje vidimo predvsem končni rezultat. Se pa v teh dokumentih seveda še vedno pojavljajo kakšni spodrsljaji, neskladnosti, pogosto posledica kopiranja vsebin. Zdaj, ker te akte sprejemamo na občinskem svetu, me zanima, kaj se zgodi, ko ta dokument sprejmemo, a ga kasneje popravljate ali ostane kot uradna podlaga. Zdaj, kar zadeva samo izvedbo, lahko rečemo, da se na terenu marsikaj dogaja, marsikaj tudi ne. Nekateri projekti lepo napredujejo, druge so opazni zastoji, kar med krajani razumljivo odpira vprašanja. Ob tem pa so odzivi občinske uprave včasih precej ostri, zato bi želela poudariti, da je pomembno, da strokovne službe na terenu nastopate nekako strpno, dostopno, spoštljivo do občanov. Res je, da moramo znati postaviti meje, ampak hkrati ne smemo pozabiti, da smo v službi ljudi. Krajani smo pač namreč tisti, ki prvi živimo z deli in pa spremembami v prostoru, zato upravičeno pričakujejo jasna pojasnila, primeren odnos in pa svojo pripravljenost na dialog. In v svetniški skupini SDS bomo tudi tokrat so predlagano pripravljeno dokumentacijo podprli, tako kot doslej, v iskreni želji in pobudi, da se obnovi čim več infrastrukture, ter da skupnimi močmi poskrbimo za varnejše, bolj urejeno, kakovostno življenjsko okolje za vse občane. Hvala. Hvala, gospod Ranc, bomo to upoštevali. Podžupan, gospod Škratek, potem pa podžupan Revc. Hvala za besedo. Bom tudi nekaj bolj na splošno razmišljanje podal. Ja. Z veseljem ugotavljam, da bomo danes ponovno sprejeli veliko število investicijskih dokumentacij, kar pomeni, da bomo lahko sanirali še 16 objektov, ki so bili poškodovani pri katastrofalnih poplavah leta 23 in pa pol naslednjih neurjih. S tem bo naša občinska infrastruktura kvalitetno obnovljena in veliko bolj odporna na morebitne vremenske in druge nepredvidene vplive, ki nas sigurno še čakajo prihodno. Ponovno pohvala občinskim strokovnim službam za pripravljeno investicijsko dokumentacijo, ki je kar zahteven zalogaj in zahteva veliko dela. V tem sklopu je načrtovanih 16 objektov, kateri skupna vrednost znaša okoli 10 milijonov 700 tisoč evrov. Od tega računamo na delež Ministrstva za naravne vire in prostor okrog 10 milijonov 400, delež občine pa bo znašal okrog 400 tisoč. To pomeni 96% državnih sredstev in 4% občinskim. Tu z vidika financiranja je za nas zelo ugodno, vse nasprotnim takšne investicije zagotovo ne bi zmogli. Na tem mestu bi se še rad posebej poudaril, kar menim, da v primeru popoplavnih obnov in obnov po neurjih vse premalokrat oziroma premalo. Zares se lahko zahvalimo državi, ki namenja tako velika sredstva za obnovo infrastrukture poškodovane ob neurjih. S tem vlada in ministrstvo izpolnjuje obljube, ki so jih javno dali takoj po poplavah leta 23 in neurjih, ki so sledila. Uresničuje se tudi pomoč, ki jo je sam predsednik vlade dal na konferenci, ki je bila na to temo jeseni v Slovenj-Gradcu, jeseni 23 v Slovenj-Gradcu. Na teh konferencih so bili pa prisotni vsi župani pa pristojni iz Koroške regije. Hvala. Hvala, gospod Škratek. Podžupan Revc, pa je se tak splošno odziv dal, ker dejansko se res lahko zahvalimo vladi oziroma Ministrstvu za naravne vire in prostor, ki je res odprlo v letu 2025 občino z veliko pogodbami. Hvala lepa. Se pravčujem, župan, skočil sem ti besedo. Ne, kar, izvolite. Hvala lepa. To točko bom podprl z velikim veseljem in ponosom. V tem mandatu občino Ravne dejansko gradimo na novo. To, kar imamo danes na mizi, to se zgodi malokrat v vseh mandatih. Ko sem bil občinski svetnik, res ni bilo veliko takih trenutkov in seveda moram reči eno zadevo. Ponosen sem, da sem del svetniške skupine SD, ki sodeluje na občinski ravni in ponosen sem, da smo seveda tudi
del socialnih demokratov, ki sodeluje v tej vladi. Ta vlada se je izkazala, kar se tega tiče, vrhunsko in kot rečeno, Ravne po tej popoplavni obnovi nikoli ne bojo več iste, kot so bile. Dejstvo je eno, sicer res odpravljamo škodo, ki jo je naredilo neurje, ampak hkrati gradimo po načelu trojni B, build back better, torej izboljšujemo stanje, izboljšujemo varnost naših občanov in jaz mislim, da tudi vsi ostali člani svetniških skupin tega občinskega sveta bo s ponosom dejansko podpisani pod ta mandat, ki kar se tiče investicij rekorden. Če smo imeli včasih 20 milijonov proračuna, imamo zdaj 100. Mislim, da tu ni treba kaj dodati, tako da, kot rečeno, z velikim ponosom in veseljem spreminjamo Ravne na bolje. Hvala. Hvala podžupanu Erjavcu. Gospod Zih, prosim. Ja, lep pozdrav, hvala za besedo. Jaz se moram v imenu četrtne skupnosti Čičovje oglasiti kot predsednik. Skratka, meni pravzaprav je že gospa Šator vse povedala. Mi že 2 leti zaporedoma pišemo, da bi se uredila cesta, parkirišče pred gimnazijo in pred DTK, zaradi tudi ne zaradi varnosti, ampak tudi zaradi ovseti, ki se tam, ohceti se dogaja, to so luže, to je parkirišča, so neurejena, tega jaz ne bi kaj razglabljal, ker je že gospa Šater vse povedala, upam, da se bo to v nas pozdravno, da se bo to uredilo v teh sanacijah. Hvala. V imenu ČS Čečovje, hvala. Hvala, gospodu Zihu. No, pred nadaljnim krogom razprave samo res lahko potrdim določenim predhodnikom, res lahko z vidika občine Ravne, ne z vidika, bi rekel, vladne stranke, rečem, da sanacija, ki se izvaja in pa posluh države, ki je v bistvu enkratno, je v bistvu to vsa pohvala. Na Ravnah smo prijeli, sicer bomo poročali naslednjo sredo, ampak vendarle, ker ste debatirali v to smer, 28 pogodb za ministrstvo za naravne vire in prostor, kar ni malo, v vseh teh pogodbah so 100% financiranja in govorimo o več kot 25 milijonov evrov pogodb za leto 2025, kar ni bilo do sedaj, je temu potrebovala najprej naravna nesreča, potem odločitev vlade, potem pa tudi strokovno delo občinske uprave, da smo prišli do teh rezultatov, ki se na terenu vidijo, še bolj se bo videli v letu 2026. Pa če na to dodamo še, kaj vse se je vložilo na vodotoke, kaj vse se vlaga na gozdne ceste, na koncu, ko bomo številko potegnili, bo res neverjetna številka za celo Koroško regijo in pa tudi za samo občino Ravne. Edino, kar bi še rekel opomba, vseh 16 investicij ni nujno, da bo potrjenih na državi, ko smo na hitro sešteli za neurje 2024, po tej tabeli pričakujemo od države 7,6 milijona od 30 milijonov, za neurje 2023 pa 2,7 milijona evrov. Tista 2,7 milijona sta realna, moje mnenje, medtem ko za 2024 za 7,6 se bomo borili, ampak bomo ne bomo 100% uspešni, ker razen, če bo država v rebalansu namenila večja sredstva. Oziroma, malo odvisno, kako bi druge občine v bistvu procesirale svoja neurja, 2024 leto govorim, ki ga boste itak spremljali še skozi DIP-e oziroma kar je prej gospa Pešer rekla, bomo dopolnili projektno nalogo tudi s prometnimi režimi in podobno. Tam tudi mislim, da bo IP potrebno sprejeti, ker smo zelo blizu pol milijona za gimnazijo. Tam bo pa vsebine že bolj vidne, ko pa dansko je samo DIP. Dobro, če šaka razprava, če ne, jaz predlagam, da glasujemo. Zdaj, če se strinjate, lahko glasujete naenkrat za 16 točk, če ne bi to duhomarno bravno. Torej, predlagam sklep, ki se glasi občinski svet občine Ravne Koroške in sprejme investicijske programe in dokumente identifikacije investicijskega programa ter vse načrte razvojnih programov v točkah 6 do 16. Občinski svet občine Ravne Koroške povlača župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov teksta dokumenta. Kdo je za? 19 za, soglasno. Hvala za podporo. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, 7. točka, potrditev sklepa o podelitvi pooblastila župana občine Ravne Koroške za usklajevanje investicijske dokumentacije. Točko bo predstavila direktorica občinske uprave, gospa Vlasta Kupljen.
Lep pozdrav vsem, hvala za besedo. Strokovne službe predlagajo v potrditev sklep o podelitvi pooblastila župana občine Ravne na Koroškem za usklajevanje investicijske dokumentacije. Če se navežem na prejšnjo točko, ko je župan povedal, da je to pomembno pri teh sredstvih, da čim prej predložimo dokumente, da se potrdi, da se vključijo v državni načrt razvojnih programov, in ker je kar nekaj investicijske dokumentacije, ki se prenaša v leto 2026, nekaj je že v teku, nekaj bo na novo, saj kot sami veste, koliko smo imeli lani projektov potrjenih oziroma investicijskih dokumentacij potrjenih, nekaj od tega se ni izvajalo, nekaj pa je sredi izvajanja. In vsa ta sredstva, kar bo ostalo, je treba pač prenesti v leto 2026. To lahko naredimo s potrditvijo oziroma z novelacijo investicijske dokumentacije, da vas ne bi obremenjevali, torej ekonomiziramo tudi z vašim časom, pa z našim časom. Smo predlagali, da pač občinski svet podeli pooblastilo županu, da lahko on sam potrdi, predvsem gre to za spremembe ključnih predpostavk iz prvotne investicijske dokumentacije, zlasti spremembe časovnega načrta izvedbe, to je tudi cilj današnjega sklepa, Hkrati pa bojo te spremembe ostale v vrednosti 20%, tako kot je to navedeno tudi v odloku v proračunu, ki ste ga sprejeli v začetku leta. Se pravi, ste župana že takrat pooblastili, da v okviru 20% lahko on to spremembe investicije potrjuje. Tako da to z moje strani, prosim za potrditev sklepa, pa da bo potem lahko občinska uprava sama potrdila te, pripravila nove sklepe o investicijski dokumentaciji. Hvala lepa. Hvala, gospod direktorci. Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo, predsednik gospod Aljaž Vrhovnik. Odbor se je seznanil s predlogom sklepa o podelitvi pooblastila župana občine Ravne na Koroškem za usklajevanje investicijske dokumentacije in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala, ter še komisija za tudi normativno pravne akte, predsednik gospod Breznik. Hvala za besedo. Tudi naša komisija je ta predlog obravnava in po razpravi sprejela soglasno naslednji sklep. Komisija se seznanila s predlogom sklepa o podelitvi pooblastila županu občine Ravne na Koroškem za usklajevanje investicijske dokumentacije in ugotavlja, da je predlog pripravljen v skladu z zakonodajo in primeren za obravnavo na seji občinskega sveta. Hvala predsedniku komisije. Odpiram razpravo občinskega sveta. Prosim, gospa Šimenc, gospa Vrovnik. Lep pozdrav vsem. Mene pa nekaj zanima. A obstaja kakšna zgornja meja omejitev, dokot lahko župan reče ja ali pa ne? 20%. 20% so rekli. Od tega, kar smo sklenili, v redu. Kaj pa na evropska sredstva? Gospa direktorca. Hvala. Hvala. Gospa Vrovnik, prosim. Hvala za besedo. Najprej naj povem, da sem v bistvu članica komisije, včeraj sem sicer bila za, ampak zato, ker smo se mi tam sam seznanili in smo ugotovili, da je v skladu z zakonom ta sklep. Predlagani sklep določa, da lahko župan samostojno usklajuje investicijsko dokumentacijo v okviru zakonsko dopustnega povečanja investicijskih stroškov do 20%. Ta določba izhaja iz zakonodaje in je ni mogoče spreminjati na ravni občinskega sveta, občinskega sklepa. Kljub temu pa naša svetniška skupina meni, da je glede na obseg aktualnih milijonskih investicij nujno, da občinski svet zagotovi višjo raven nadzora in pravočasnega obveščanja, saj je 20% okvir pri večjih projektih v praksi lahko zelo visok, tudi več 100.000 evrov. Zaradi soodgovornosti svetnikov pri potrjevanju investicij predlagamo, da občinski svet sprejme naslednje dodatne notranje omejitve in postopke obveščanja, ki ne posegajo v zakon, temveč ga dopolnjujejo na ravni občinskega poslovanja. Torej predlagamo, da občinski svet sprejme naslednje sklepe.
Če sprememba investicijske dokumentacije presega 50 000 evrov, naj župan obvezno skliče dopisno sejo občinskega sveta. Ta obveznost ne posega v zakonskih 20%, temveč uvaja dodatni nadzor pri večjih absolutnih zneskih. Če pa sprememba presega 20 000 evrov, naj župan v roku 5 dni pisno obvesti vse občinske svetnike po elektronski pošti o vsebini spremembe, razlogu zanjo, finančnemu učinku in vplivu na potek projekta. Občinski svet ne v sklepu posebej poudarja, da se 20% prag upošteva kot zakonska omejitev, občina pa z notranjimi pravili zagotavlja večjo preglednost in vključevanje svetnikov, torej nas vseh. S predlaganimi notranjimi omejitvami in obveznostmi obveščanja ne posegamo v zakonsko določen 20% prag, temveč ga dopolnjujemo z mehanizmi, ki bodo občinskemu svetu omogočili pravočasno spremljanje sprememb investicij. Na ta način bomo seveda zagotovili večjo transparentnost, boljšo obveščenost vseh deležnikov ter s tem tudi občank in občanov, ki imajo pravico vedeti, kako se upravlja z javnimi sredstvi in kako se izvajajo projekti, ki neposredno vplivajo na razvoj občine. Hvala za besedo. Hvala, jaz bi te sklepe rabo, no, da ladam na glasovanje. Prosim še razpravo občinskega sveta, prosim, gospod Breznik. Hvala za besedo. Moram reči, da je bila tudi kar plodna debata oziroma razprava na naši komisiji, kot tudi na odboru za gospodarstvo. Debata je šla ravno v tej smeri, no, dodatni zaostritvi teh 20%, a ne, kot je zakonsko določeno po uredbi, uredba določa teh 20% in župan o tem dejansko lahko odloča. Jaz bom zdaj se v bistvu ponovil že tretjič, in povedal, da dejansko jaz to zadevo podpiram. Zakaj? Zato, ker je znotraj zakonskih okvirov. Zelo pomembna je predvsem iz vidika teh projektov, ki so namenjeni sanaciji po poplavam, kjer je potrebno pač hitro odreagirati, da se ne zamudijo roki, da lahko lovimo te terminske plane. Zakaj? Zaradi tega, da se ta sredstva seveda počrpajo. Kot nam je bilo rečeno tudi na odboru in komisiji, smo ne nazadnje tudi ena izmed občin, ki najuspešnejše črpamo ta finančna sredstva in ne vidim razloga, zakaj bi recimo še dodatno nominalno omejevali tale sklep z določenimi omejitvami. Jaz mislim, da je prav, da se ta sklep sprejme v predlagani obliki. Bi pa mogoče dodal še to, a ne, seveda se deloma strinjam s svetniško skupino Gibanja Svoboda, ampak v nekaterih drugih okoliščinah, drugačnih okoliščinah, ki bi jih mogoče narekovalo dejansko stanje. Če bi šlo to za primere, ki bi dejansko bremenili naš občinski proračun, za katerega vemo, da ni ravno bogat, takrat mogoče bi bil smiseln bolj nek konzervativnejši pristop z nominalnimi omejitvami oziroma do nekih zneskov. Tu pa mislim, da je le potrebno, da če črpamo sredstva iz državnega proračuna, da moramo pač poskusiti z vsemi mehanizmi počrpati čim več. Hvala. Hvala gospodu Brezniku. Prosim. Hvala še enkrat za besedo. V bistvu se gre samo za obveščenost. Pri enem sklepu se gre samo za obveščenost. To je bil sem poslan mail vsem svetnikom, ki v bistvu odločamo tudi v projektih in mislim, da si zaslužimo, da smo obveščeni in da lahko obveščamo naprej občanke in občane. Dopisna seja pa tudi mislim, da ne vzame toliko časa in ne vzame toliko sredstev, v bistvu ne vem, če jih vzame, da ne bi bilo možno narediti ene dopisne seje in obvestiti v teh projektih in da bi se lahko strinjali, tako da gre hvala, za neko... to za ni replika, no dodatno pojasnilo. Kaj ste replicirali gospodu Brezniku? Nič mu niste replicirali, mu niste kaj? Ja, sem. So dodatno pojasnjujete svoje argumente. Kaj ste pa nasprotujete z repliko? Ja, ker ni mogoče razumel, kaj smo hoteli s tem. Zelo dobro razumem kot predsednik komisije, ja. Ok, redo. Hvala. Hvala za besedo. Hvala. Prosim, direktorica.
Jaz bi sem dodatno še hotel nekaj pojasniti, ko tega prej nisem povedal. Ne? V 2. členu tega sklepa, ki bi ga danes sprejeli, piše, da bo župan o potrjenih spremembah investicijske dokumentacije iz 1. člena seznanil občinski svet občine Ravne na Koroškem na prvi naslednji seji po potrditvi spremembe. Tako da vi boste obveščeni samo ne na dopisni seji, pač pa na prvi naslednji seji, redni seji. Poleg tega bi rada sem še to povedal, kar se tiče tega, kar sem tudi prej omenil, odlok v proračunu v 14. členu govori, da župan lahko spreminja vrednost projektov na načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet. In če bi vi zdaj tak sklep sprejeli, bi vi povozili odlok, ki ste ga sprejeli z sklepom občinskega sveta, ki ste ga sprejeli v začetku leta. To lahko vi naredite z spremembo odloka, ne pa z sklepom občinskega sveta. Tako da tudi, če bo danes tak sklep sprejet, bo naša služba to preverila, a je to sploh mogoče, a je sploh teti sklep vaš izvršljiv. Se tek sem hotel dodati. Hvala lepa. Gospod Zih, prosim. Ja, še enkrat hvala za besedo. Jaz pač mislim, vsak ima po svoje prav. Po drugi strani je pa spet tek, lejte, on je naš župan, že nekaj mandatov, imamo red pa tudi za zaupanje. In jaz osebno mu zaupam in jaz bom podprl tudi sklep, zato ker če ne zaupamo županu, pa tek ga lahko menjamo, no. Ampak jaz bom glasoval za, ker je tudi gospod Breznik lepo obrazložil vse, pa tudi mislim, da nimamo kaj veliko v tem debatirati, ker tudi te papirologije, pa teh javljanj, pa teh, mislim, da imamo dost. Že skrb za moje pojme preveč. Hvala. Hvala, gospod Ziho, za razpravo. No, ampak mislim, da pri tem sklepu ni bistvo nekega zaupanja, ker kontrolnih mehanizmov pri investicijah je notranjih in zunanjih toliko, da v bistvu seveda hvala sicer za osebno zaupanje. No. Ampak seveda so res v bistvu birokratske postopke. No. Prosim, gospod Škratek. Hvala za besedo, bom bolj kratek. Glavno že Katja povedala, lahko bi pa to, kar je zdaj kolega povedal, to nikjer ne gre za kako nezaupanje, pa gre se za transparentnost. Jaz bi to sam dodal eno anomalijo, kaj se po tetih 20% zgodi, če ni zgornje nominalne vrednosti. Danes smo nekje eno IP-jo govorili, ko je vreden 3 milijone pa pol, se pravi, tetih 20% pomeni 700 000. Se pravi, do 700 000 mi ne bomo nič o tem več debatirali. Imamo pa tudi zunaj v Brdinjah, tam pri Nadolžniku objekt DIP za 24 000 evrov, se pravi, ima pa pol župan sam 4800. To bomo pa govorili, če bomo šli na 4900 podražili, za 4900. O tem bomo pa debatirali. Tako da to mislim, da zgornja meja, sej smo tako rekli, če je možno to, če dopušča zakonodaje, da to ne spravimo. Ne gre pa za nezaupanje, še enkrat povem, ampak se kje eno transparentnost, pa da smo le pri takih ogromnih zneskih. Saj tudi cifra se lahko zmeni tudi za 100 000, a ne nekje eno pametno cifre treba najti. Hvala. Hvala. Zdaj, direktorica, ste kaj hoteli strokovno pojasniti? Ja, sem to, kar sem glih prej povedal, da boste na naslednji redni seji obveščeni o tem, kar bo župan sprejel, tako da boste še imeli možnost o tem debatirati. A ne mora biti vse skupaj v proračunu, jaz ne moram sprejemati nekaj izven proračuna. Vse skupaj je v proračunu. No. Vse skupaj vsa zneski so v proračunu odobreni. Ja, seveda, to tudi, ja, normalno. Pa tudi izmišljivati cifre. No. Itak si jih ne izmišljujem, si jih projektanti, no. Pa gradbinci. Ampak obveščeni boste in možnosti debate še bo. Naslednji redni seji. To se ni vam treba bati. No. Hvala. Še kakšna razprava? Če ni, predlagam glasovanje. Prvi predlog sklepa je Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme sklep o podelitvi pooblastila županu občine Ravne na Koroškem za usklajevanje investicijske dokumentacije. Kdo je za? Šestnajst za, kdo je proti? Ta osnovni sklep sprejet. Pa drugi sklep, ki je bil predlagan strani gospe Katje Vravnik, oziroma svetniške skupine Gibanja, če prav razumem, ne odbora, ne komisije. Sklep se glasi, prvič, če sprememba investicijske dokumentacije presega 50 000 evrov, naj župan obvezno skliče dopis na sejo občinskega sveta. To pa se pa razlaga, ta obveznost ne posega v zakonskih 20%, temveč uvaja dodatni nadzor pri večjih absolutnih zneskih. Drugič, če sprememba presega 20 000 evrov, naj mora župan v roku 5 dni pisno obvestiti vse občinske svetnike po elektronski pošti o vsebini spremembe, razlogu zanje, finančnem učinku, vplivu na potek projekta. Kdo je za? 3 za, kdo je proti?
14 proti, sklep ni bil sprejet v obeh točkah. Hvala lepa. Prehajamo na naslednjo točko, točko 8, potrditev investicijske dokumentacije. Zopet prosim direktorico občinske uprave za predstavitev investicije na področju športa, športne infrastrukture. Zdaj, mogoče sem pojasnilo, od teh 500 250 000, če bo direktorica šla v to smer, bo šla. Ne, kar župan, kar lahko greste vi. No, v glavnem prihaja nov razpis ministrstva, ki pokriva resor športa. To je ta nesrečni razpis, na katerem še nismo uspeli. Prejšnja investicijska namera je vključevala tako nogometno površino, torej, če lahko rečem, travo in pa atletski stadion, ki je danes z razsvetljavo. Takrat je bila investicija razbita na dva dela, seveda zaradi enormno visoke investicije za eno leto. Sedaj pa je pred vami v bistvu drugi korak te investicije, ki se obravnava kot posamična investicija, torej smo v bistvu iz takratnega IP-ja šli v nov investicijski program oziroma DIP, ki je danes pred vami. Mislim, da sta oba dokumenta. Gre pa za vsebinsko zelo podobno stvar, ki je že bila z vaše strani odobrena, ampak v dveh fazah. Nogometni stadion se že izvaja, medtem ko smo takrat se z Zvezo športnih društev in z vsemi športnimi društvi dogovorili, da v nadaljni fazi uredimo razsvetljavo stadiona, ki pravzaprav omogoči šele vadbo na umetni travi, kajti seveda v temi se ne da vaditi nogometa, in pa atletsko stezo, ki je v bistvu na Ravnah že dotrajana. In to je zdaj to pred vami. Dodani so ali bojo še elementi, na katere je atletski klub opozoril, skoki, tehnične discipline, pomožni objekt, in prihaja razpis ministrstva za šport, ki pokriva športno, in pa fundacija za šport, in zaradi tega, ker je fundacija za šport odprt razpis, moramo vse to sprocesirati, da se prijavimo na razpis. Pa fundacijo smo dobili, fundacijo smo v prvi fazi dobili, gospod Šimec, dobili nismo ministrstvo za šport, ampak smo vložili upravni spor, kajti seveda njihova trditev, da imamo odprto finančno konstrukcijo, kljub temu, da so vprašanjih odgovarjali, da lahko v fazah prijavljamo se, pa s tistim nismo strinjali. Teda to je to, moj nek kontekst uvod, prosim za predstavitev pa same sebine investicije direktorico gospod Kupljen. Hvala, župan. Jaz bi zdaj, ker je župan nekaj tako tega povedal, jaz bi zdaj sem en tehnično-tehnološki opis tudi za recimo širšo javnost tega projekta, ki ga nameravamo prijaviti najprej na razpis fundacije za šport, ki se izteče, mislim, rok za oddajo je 15. december, potem pa še seveda februarja ali pa marca na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, tam, kjer pričakujemo 250 000 evrov. Predmet tega projekta je obnova mestnega stadiona na Ravnah na Koroškem, sicer govorimo o parceli 768/3 kao Ravne. Predvidena je obnova atletske steze, obnova obstoječe meteorne kanalizacije in pa izvedba razsvetljave stadiona, vključno s temeljenjem s piloti. V okviru meteorne kanalizacije se bo izvedel kanalizacijski sistem iz plastičnih PVC cevi, jaški bo izvedeni iz betonskih cevi, predvidene se tudi kanalete za odvod meteornih vod. Zaradi obstoječe zamašene meteorne kanalizacije je predvidena izvedba nove nadomestne meteorne kanalizacije. V okviru razsvetljave stadiona je predvidena postavitev 4 kovinskih stebrov skupne višine preko 26 metrov. Jekleni stebri bodo sidrani v armirano betonske čaše s temelje na armirano betonskih pilotih. Vsak temelj je podprt 4 piloti. Na jugozahodni strani bodo ti temelji segali do globine 6 metrov, na severozahodni strani bodo segali do globine 9 metrov, na severovzhodni strani pa celo do globine 21 metrov. Na vrhu stebrov je predvidenih 11 reflektorjev na vsak stebr. Do vsakega stebra je predvidena tudi napeljava elektrovoda, priključitev pa je predvideno v obstoječi električni omari. Povečanje priključne moči ni predvideno, za postavitev teh stebrov javne razsvetljave pa potrebno pridobiti še gradbeno dovoljenje, tega moramo sicer pridobiti najkasneje do 31. januarja drugo leto in zdaj že delamo na tem, da bomo to zagotovili. Izvedene so bile tudi geomehanske preiskave in pripravljeno geomehansko poročilo. V okviru atletske steze se predvideva obnova atletske steze v dolžini 400 metrov s 6 atletskimi stezami. Predvidena je obnova sintetične podlage in odstranitev zgornjega sloja, popravilo asfaltne podlage in pa robnikov ter preplastitev. Izvede se sloj iz vodoprepustne mase v debelini 13,5 mm.
Izvajalec umetne mase izvede tudi ustrezne oznake na atletskih stezah in skakališčih. Predvideno je, da se pridobi tudi certifikat Atletske zveze Slovenije, se pravi, da se bodo lahko tam izvajala tekmovanja. Kar se tiče financiranja, je zaenkrat finančna konstrukcija taka, da MGTŠ zagotovi 250 000 evrov in sicer se moramo za ta sredstva prijaviti na razpis, tako povedano. Fundacija za šport, ki jo dajemo 15. decembra, bi naj zagotovila 85 000 evrov, ostalo da občina Ravne na Koroškem in sicer to znaša približno 900 000 evrov. Če pogledamo še investicijsko vrednost po tehnično-tehnoloških ukrepih, bo nastale goji dela 1 169 000 evrov z DDV, vse ostalo so pa še pol stroški projekta, nadzor, projektna dokumentacija, investicijska dokumentacija, sicer to smo, ki smo jo tudi mogli plačati, pa DDV. Kar se tiče terminskega načrta, je tako sonajaka, se predvideva prijava na Fundacijo za šport v mesecu decembru, gradbeno dovoljenje bi naj pridobili v januarju, drugo leto, pol se bomo prijavili še na MGTŠ, pa potem naprej javno naročilo, podpis pogodbe, začetek gradnje in zaključek projekta v novembru 2028. To zaenkrat, hvala lepa. Hvala, zdaj sem predla odbori, dopolnite, no, zdaj predvideno finančne konstrukcije 250 000 evrov strani drži iz MGTŠ-ja, no. Medtem, ko imamo z posveta informacijo, kjer je bil podžupan Erjavec, no, da bo ministrstvo razpisalo 500 000 evrov, no, in so da bomo stremeli k temu, da dobimo vseh 500 000 evrov. Odbori, ki so bili, no, odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport, podpredsednico imam gospod Ravnik napisano. Se pravičujem. Odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport je obravnaval dokument identifikacije investicijskega projekta in načrt razvojnega programa obnove atletske steze in ureditev razsvetljave na mestnem stadionu ter predlaga občinskemu svetu, da ju sprejme. Odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport je obravnaval investicijski program in načrt razvojnega programa obnove atletske steze in ureditev razsvetljave na mestnem stadionu ter predlaga občinskemu svetu, da ju sprejme. Hvala. Hvala podpredsednici odbora. Odbor za proračun in finance, gospod Škratek. Ja, tudi naš odbor je obravnaval to investicijo in sprejel sklep. Odbor za proračun in finance je obravnaval DIP in načrt razvojnega programa obnove atletske steze in ureditev razsvetljave na mestnem stadionu ter pa IP in načrt razvojnega programa obnove atletske steze in ureditev razsvetljave na mestnem stadionu ter predlaga občinskemu svetu, da jih ne sprejme. Bo je preglasovano, več je bo članov proti, kot pa za. Hvala. Ja, hvala. Odbor za finance torej ni potrdil, no, ste bolj neki klepetali. Odpiram razpravo občinskega sveta. Gospod Verdinek, gospod Šimenc. Ja, hvala za besedo. Pravzaprav se oglašam tudi kot članica odbora za finance, ker ni bil predlog podprt. Bila je dilema najbolj okrog seveda teh sredstev občinskih, približno 1 milijon, ne vem, zdaj je bilo rečeno 900 000. Strinjamo se vsi seveda, da je zato za občino veliko, da bojo mogoče kakšne druge investicije zaradi tega ostale zadaj oziroma da se bo pač zaradi tega potrebno zadolžiti. Ampak ne predstavljam si, da bi končali sredi dela, ker meni se zdi, da je to zdaj sredi dela. Stadion vidim kot neko celoto z tem središčem, ki bo prenovljeno, okrog bo pa stala ta atletska steza, ki je že delno preraščena na nekaterih delih tudi z travo. Tako da moj predlog in seveda tudi naš predlog je, da se potrdi tudi ta DIP, no, in IP v bistvu. Hvala. Hvala, gospod Verdinek. Gospa Šimenc, prosim, potem gospod Škratek. Še enkrat, malo butasto bom vprašala.
Ko se je delala tribuna, je bil znesek in pol, kar naenkrat se je ta znesek podvojil, pa še naprej. Zdaj sprašujem, čula sem, da se bo delali stebri za osvetljavo. A je to naredil kdo meritve? A bi lahko zvedli kdo, zato ker tam na tistem placu, to samo Peter verjetno ve, ker je tek star, ko pa jaz, oziroma malo starejši, mi smo se s splavom vozili, tam je vode, noter teko, da če zobotrebec noter zabiješ, Niagara vam preteče, da ne bojo spet ti stebri, ko bojo delali razsvetljavo, se posedali, pa tek naprej, to me zanima, da ne bo se pa spet podražilo, ker 900 000 je velik denar, jaz sem zmeren za, pa tudi zdaj bom za, ampak da so se le meritve, ker takrat je bil en, ne bom imenovala, ampak je rekel, da so te preiskave predrage, ko smo imeli v bivšem Titovem domu sestanek, ko so se naredile meritve, je rekel, ne razumete, so predrage, a zdaj pa ni drago, ko podvajamo, pa trikrat bolj drago plačujemo. Hvala. Hvala, zdaj direktorica pojasnila, oziroma, ki vam je spominjal, je 21 metrov globina temelja predvidena, no, kar je grozno globoko, ja. Ker so bile izvedene vrtine, no. Globina teh temeljev je, pilotov je od 6 do 21 metrov. 6, 9, 21, pa enega pa ni napisano, kaj je. Tam nekje, ker je na vzhodu še ostal, tako da mora biti globok. Kar se tiče vprašanja, geomehansko poročilo oziroma geomehanske preiskave so bile narejene, izdelano je bilo geomehansko poročilo in sicer od strani podjetja GPROCOM DO Maribor za razsvetljavo prav, tako da to je bo narediti. Bo še kako vprašanje? Hvala. Gospod Škratek, potem gospod Zih. Hvala za besedo. Strinjam se, da je stanje atletske steze slabo, da bi zelo dobro imeti tudi razsvetljavo za osvetlitev nogometnega igrišča. Zelo pa bode oči neugodna finančna konstrukcija predlagane investicije. Od vrednosti 1 233 000 lahko zanesljivo računamo le na 85 000 evrov fundacije za šport. Pa še ta znesek je najvišji, na kjer ga lahko računamo, ne. Lahko, da bo še tam manjši. Po drugi varianti se navaja sredstva z Ministrstva za šport v višini 250 000 evrov, razpis naj bi bil v februarju naslednjo leto. Tako da, da so ta sredstva še vedno vprašljiva. Videli smo, kaj se je zgodilo na nogometnem igrišču. No. Kljub tem sredstvom bi bil delež občine še zmerom 75%. V dokumentaciji nikjer ni navedeno, da se atletska steza brez teh sredstev ne bo izvajala, ne bo gradila. Ne. Torej bomo investicijo izvajali ne glede na uspešnost na tem razpisu. V tem primeru bo investicija pokrita skoraj v celoti iz našega občinskega proračuna. To bo pomenilo zelo veliko breme za občinski proračun, ki se bo moral dodatno zadolžiti. Vpraša se je potrebno, ali je predlagana investicija prioriteta med zadevami, ki jih je potrebno v naši občini narediti. Neprestano se soočamo z dejstvi, da ni dovolj sredstev za nujne zadeve, ki bi bilo potrebno narediti. Pa naj gre za zadeve na področju komunalne infrastrukture, za reševanje stanovanjske problematike ali pa kjer drugo področje. Zelo očitno je, da sedaj ni pravi čas za obnovo ali izgradnjo nove športne infrastrukture. Počakati je potrebno na ugodnejše razpise, ki bodo zagotovo precej večji delež, ki bodo zagotovili precej večji delež strani. Vemo, da so v preteklosti ostale občine gradile športno infrastrukturo s precej bolj ugodno finančno konstrukcijo, z večjo pomočjo države. Zato se ne strinjam, da bi morali biti prav mi občina, ki bi največji delež prispevala sama. Morali bi razmisliti o za nas bolj ugodni rešitvi. Pa še nekaj atletska steza je bila zgrajena leta 2009. Zgrajena je bila kot sodobna, primerna našim potrebam. 6-stezna. V investicijski dokumentaciji je navedeno, da je eden od vzrokov za slabo stanje tudi to, da ob večjem deževju voda, ki se steka smučišča, poseka, sabo prinaša zemljo, ki na atletski stezi povzroča škodo in jo uničuje. To se mi zdi nedopustno, da upravljalec tega ni odpravi že takrat, ko se je to prvič pojavilo. Prepričan sem tudi, da je atletsko stezo potrebno ustrezno zaščititi pred vožnjo z avtomobili,
oziroma se za servisne dejavnosti uporabljati primerno mehanizacijo. Ne. Nisem strokovnjak, ampak menim, da 16 let ni tolikšna življenjska doba za atletsko stezo, da se ne bi dalo s precej nižjimi stroški začasno delno urediti, ter bi kot taka skupaj z razsvetljavo počakala na primernejšo priložnost financiranja. Za investicijska dokumentacija v takšni obliki naši svetniški skupini ne bomo podprli. Hvala. Hvala gospodu Škratiku za razpravo. Gospod Zih je prijavljen. Potem podžupan Erjavec. Ja, hvala še enkrat za besedo. Glejte, jaz da bom gospodu Škrateku prav, ampak po drugi strani je to investicija, tako je povedal, če bo izpadlo, tam bomo vse sami financirali, samo po drugi strani pa svet, dragi moji, tam je 200-300 otrok, ki čakajo, da bi lahko kje vadili, ki čakajo, da bi lahko na atletski stezi laufali. In če smo se zadolževali, žal, jaz takrat, če nisem bil občinski svetnik, za tisto tribuno, ki zdaj, pač vse veste, kak projekt je bil, to so drugi svetniki potrjevali, ne mi. Če smo se takrat za to zadolževali, meni ni težko zdaj še enkrat roke vzegnem za to, da sem zadolžil za to, da bo imeli otroci naši, ki letati, vaditi in da se bo lahko normalno razvijali v športu. To je ena stvar. Druga stvar pa mene zanima, kar se projekta tiče, tu včeraj na odboru smo debatirali o tem, a je kje naredil špricanje te trave, ker so mi takoj popravili, pa so rekli, trava je pa umetna. Ja, tudi umetna trava se mere namakati. Tako da mene zanima, če je to zravno v projektu, da ne bi slučajno pole mi, ko bomo to izpeljali, bo pa rekli, zdaj pa nimamo za namakanje trave, ne. Tek od mene, hvala. Pa podprl bom. Hvala, zdaj pred podžupanu pojasnilo o namakanju. Snilda. Ja, pri tem projektu umetne trave je predvideno hlajenje, se temu reče, tako da je. Ja, sistem hlajenja je. To smo že obravnavali takrat, ko smo se prijavljali, ko je bo malo čudno, zakaj bi hladili, špricali dobesedno umetno travo, ampak je treba. Se reče se hlajenje. Mogoče pa raste umetno travo. Mojdli. Moramo začeti. Hvala za besedo. Jaz moram povedati, da ta projekt bom podprl. Mi smo pravzaprav ves čas govorili o tem, da bomo obnavljali stadion, ki smo ga zgolj zaradi finančnih posledic oziroma pričakovanj, bolje rečeno, razdelili na dva dela. In so jaz mislim, da smo tisto, kar smo rekli, dolžni narediti, tisto, kar imamo dobro. Imeli bomo umetno travo, ki bo omogočala otrokom nogometnega kluba, pa še komu, neke brezskrbne treninge. No. Hkrati pa imamo tudi sodobno prenovljeno atletsko stezo. Tu niso samo atleti, so v prvi vrsti atleti, tu so potem tudi dijaki srednje šole, dijaki gimnazije, pa so tudi občani. Skratka, govorimo o tem, da bomo nekako zadovoljili potrebe dokaj širokega spektra ljudi in jaz mislim, da je to pravno. Skratka, tu se pridružujem Bojani Vrdinekovi, ki pravi, da neke investicije ne smemo pustiti na pol. In jaz mislim, da bi pustili na pol, če ne bi šli v to investicijo. Kar se tiče finančne konstrukcije, tule je še sicer naveden znesek 250 000. Po zagotovilih strani vlade ne bi bil ta znesek povečan na 500. Potem je treba omeniti tudi gozdni sklad, kjer se da dobiti približno 200 000 nepovratnih sredstev, 100% sofinanciranih. Skratka, v takem primeru, če nam seveda uspe, pa jaz verjamem, da v tretje gre rado, potem bomo nekje sofinancirani pri investiciji 1 200 000 za cilj slabih 800 000, kar pa seveda ni slabo. Ne. Tako da jaz mislim, da zdaj, tu se gospod Škratek z vami ne strinja, mislim, da je ugoden čas za to, da se ta investicija podpre, oziroma da je tudi, da so vsa ta nepovratna sredstva nekako naklonjena tej investiciji. Skratka, podpiram ta projekt, kot rečeno, upam, da nam uspe na vseh razpisih in seveda, če bo temu tako, bomo imeli en stadion, no, tudi s tribuno, predvsem pa z umetno travo, no, atletsko stezo in z razsvetljavo, ki nam bo, se jaz upam, da lahko v ponos. Hkrati bomo seveda tudi obnovili tiste elemente atletske opreme, ki zaenkrat v razpisu niso bili zajeti, kot so recimo skakalno korito in tako naprej.
Toliko z moje strani, hvala. Hvala podžupanu Erjavcu za razpravo. Še kakšen svetnik, svetnica? Če ne, predlagam, da glasujemo k točki 8, najprej 8.1. Predlog sklepa se glasi: Občinski svet občine na Koroškem sprejme dokument identifikacije investicijskega projekta in načrt razvojnega programa obnova atletske steze in ureditev razsvetljave na mestnem stadionu. Občinski svet občine na Koroškem pooblašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov teksta dokumenta. Kdo je za? 16 za, kdo je proti? Nič proti. Točka 8.2. Občinski svet občine na Koroškem sprejme investicijski program in načrt razvojnega programa obnova atletske steze in ureditev razsvetljave na mestnem stadionu. Občinski svet občine na Koroškem pooblašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov teksta dokumenta. Kdo je za? 16 glasov za. Kdo je proti? Nič proti. Hvala za sprejem točk. Prehajamo na 9. točko, predlog programa oskrbe s pitno vodo za obdobje 2026-2029 za občino Ravne na Koroškem. Z nami je tudi direktor našega javnega komunalnega podjetja Ravne, gospod Miha Horvat, ga pozdravljam v naši sredi. Program ste prijeli v pisni obliki, verjamem, da ste ga dobro pogledali, no, zdaj, če je potreba za dodatno poročilo, predlagam, da direktor odgovarja torej na same vprašanja svetnikov iz programa in bi dal kar besedo odboru za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo, predsedniku gospodu Vrhovniku. Hvala lepa za besedo. Na odboru smo precej podrobno in detaljno obravnavali to tematiko, tudi točki, ki sledijo. Smo pa pri tej točki sprejeli naslednji sklep. Odbor je obravnaval program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2026-2029 na območju občine Ravne na Koroškem ter ugotavlja, da je dokument pripravljen v skladu z veljavno zakonodajo, strokovnimi podlagami in dejanskimi potrebami sistema. Odbor predlaga občinskemu svetu občine Ravne na Koroškem, da se program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2026-2029 na območju občine Ravne na Koroškem potrdi. Hvala predsednik odbora, to je tudi edini odbor, ki je obravnaval. Odpiram razpravo občinskega sveta. Prosim, gospod Sedar, gospod Vrdinek. Gospod Škratek je povedal. Lep pozdrav vsem, gospod direktor. Zanima me, koliko plačujemo državi za pitno vodo, v bistvu za vodarine letno oziroma pravice. Kot upravitelj zasebnega vodovoda sem zasledil, da vlada ukinja direkcijo za vode. Zanima me, posli se selijo na Slovenske vode, to je novo podjetje. Zanima me, če ste dobili kakšen dopis v zvezi s tem, ker se pogoji izostrujejo in če bi to lahko privedlo do dražjih storitev za naše uporabnike. In seveda, da je bilo nazadnje pregledano hidrantno omrežje oziroma hidranti. Hvala. Hvala, jaz predlagam, da če bo več vprašanj, da gospod direktor pol odgovarjate v paketu. No. Najprej gospod Sedar. Gospod Vrdinek, potem gospod Škratek. Hvala za besedo. Jaz imam pravzaprav dve stvari. V tem programu je razvidno, da imamo še približno 10 km salonitnih cevi. Pa me zanima, a je zdaj to vse na področju oskrbe z vodo iz teh treh zajetij izpod Uršle gore. V programu beremo tudi zdaj o naših načrtih 25-26 za zamenjavo le-teh, pa me zanima, kako daleč smo s tem. Iz teh treh zajetij, o katerih sem govorila, se pravi Kozarnica, Stari Mlin pa Rudnik, se oskrbuje okrog 4900 oseb v naši občini. Torej približno polovico vode prihaja izpod Uršle gore. Z vodohramom v Kotlah smo sicer pridobili neke rezerve, 150 kubikov ali koliko že piše, za naselja, 3 naselja, no, Kotle, Brdinje pa Preški vrh, ampak nimamo pa rezervnega vodnega vira, ki bi ga, mislim, da morali imeti. No. Včasih vem, da smo imeli pri Podpečniku eno zajetje, ampak da je bilo potem neke mikrobiološke preiskave, so pokazale, da je to onesnažen vir,
pa da smo naredili neko novo vrtino, pa da je bil v zvezi s tem tudi nek elaborat narejen, pa me zanima zdaj, a se je tu še kaj naredilo v zvezi s tem. So bila neka priporočila, kako se bi to onesnaženje odpravilo, v glavnem me zanima, kako dal smo, no, a se tu na tem področju kaj dela, oziroma a bomo v prihodnosti v zvezi z nekim rezervnim vodnim virom za ta naša naselja kaj naredili. Ker zdaj v poplavah se je res videlo, kako je to pomembno, a ne, da imamo še kje kako rezervo, tako pa zdaj recimo ob Suhi, ko je bil en tisti vir, ki ga že nismo uporabljali, pa smo ga lahko zdaj uporabili. To. Hvala. Hvala za vprašanje, gospod Vodilnik. Direktor si piše. Prosim, gospod Škratek. Hvala. Moje bo šel v drugo smer, se direktor ne bo kaj imel zapisati. Ja. Po pregledu in predstavitvi vsebina našega zelo pomembnega strateškega dokumenta o skrbi z vodo v naši občini ne more mimo tega, da ne poudarimo, kako kvalitetno pitno vodo imamo. Takšno, ko le ima okvira občina. Ne. To gre v določene meri na račun naravnih danosti naše občine, kot drugo pa moramo pohvaliti zelo dobro del našega javnega podjetja Komunale Ravne, ki je upravljalcu skrbe z vodo. Ne. Pohvala gre tudi za pripravo tega strateškega dokumenta, ki so ga izdelali sami brez zunanjih izvajalcev. Pozval pa bi občino, občinskim svet, da v prihodnje nameni kar največ sredstev izgradnjo priključnih vodovodov do posameznih zaselkov in posameznih stanovanjskih objektov, ki še niso priključeni na javno vodovod. S tem bomo omogočili varno, kvalitetno in zanesljivo uporabo pitne vode, katera je ena temeljnih dobrin. Pri tem pa ekonomska upravičenost ne sme biti ključni dejavnik. Hvala. Hvala gospodu Škratiku za razpravo. Zdaj, če ni koga, bi prosil gospoda direktora, no, da odgovori na konkretna vprašanja, ki ste gospod Sedar in gospod Vredinek zastavila. Hvala za besedo. Zdaj bom šel po vrsti, vprašanje super nekaj pozabo. Moje vprašanje o hidrantah, se pravi, hidrantno mrežo bo pregledano tudi v letošnjem letu, pa mislim, da smo tudi poročilo posredovali naprej. Smo pa gotovili, da kar nekaj hidrantov v okvari. Smo seveda dali tudi predlog občinske uprave, da bi predvideli sredstva v proračunu in seveda se lotili, bom rekel, samih popravil oziroma zamenjav. Druga zadeva, spraševali ste o državnem strošku oziroma koliko sredstev damo državi. Načeloma same države nič ne dajemo, samo neka vodna povračila plačujemo, bom rekel, nekih par centov od teh, bom rekel, od te cene, ki jo seveda plačujejo vsi občani. Zdaj lahko dam točno, koliko je to naknadno, ker na pamet pa žal ne vem. Boste pa dobili tudi podatek, se ni problemno. Pa tretjo govorili ste o nekih posebnih pogojih, za nas država ni v čem posebej kaj obvestiva, da takih informacij kaj nimam. No. Seveda je pa pomembno, da mogoče povem, da seveda program je pripravljen, bom rekel, je pa tudi neka podlaga, da bo občinska uprava tudi pripravila nek investicijski plan, bom rekel, širitve tudi omrežja, bom rekel, neke zaselke, ki še niso oskrbovani s pitno vodo. No. Pa smo imeli vprašanje o izdatnosti, seveda vsekakor smo že ugotovili, oziroma je nekdo povedal, da seveda polovica vode pride, bom rekel, z mežiške strani, polovica vode, približno polovica vode pa iz kotliške strani. To je, bom rekel, na nek način pravo ugotovitev. To vodo imamo mi tudi povezano med seboj, tako da če tako enostavno rečem, se obe vodi dejansko mešata tudi v Ravnah. In seveda, kaj je pomembno, bom rekel, sama izdatnost, seveda v Mežici je veliko večja, kot pa v Kotlah. No. Drugače načeloma, da bi imeli težave z izdatnostjo, je na srečo nimamo, vse v naši občini ne, isto kot drži tudi, bom rekel, za vse občine nad nami, seveda, ki bom rekel, prej odzamejo vodo izpod pece, ko pa mi v bistvu nazadnje dobimo. Načeloma tole nismo imeli kakih težav in tudi to je po mojem botrovalo v preteklosti, da so ta vodni vir Podpečnik opustili, ker so da bo enostavno takrat preveč vode. No. To dejansko tudi če danes drži, so da lahko se pa bom rekel hitro tudi situacija obrne in so da lahko imamo, bom rekel, resne težave. No. Načeloma za ta Podpečnik, ko ste ga izpostavili, vem, da so bile takrat raziskave narejene,
Načeloma ni šlo za neko grozno ekološko onesnaženje, ampak so to bili bolj človeški faktori. Nad tem zajetjem se nahaja tudi ena kmetija, kjer seveda se nahajajo travniki in seveda tista kmetija, bom rekel, obdeluje to zemljo, kar posledično pomeni, da seveda jo gnoji in seveda, bom rekel, pa tudi se živali pasejo na travnikih in seveda te fekalije prenicajo skozi zemljo in seveda onesnažijo to vodo na zajetjo. Da so raziskave bile narejene, delale so tudi ene vrtine, pa so tudi ugotovili, da je tudi tam bila voda onesnažena. Seveda, bom rekel, neki ukrepi so takrat bili predlagani, pa mislim, da so predlagali, da se prekine, bom rekel, ta dejavnost kmetovanja nad zajetjem. V načeloma, bom rekel, z nekimi ukrepi hitro lahko uporabili to vodo. Je pa seveda, bo takrat, jaz mislim, da ni nobenih težav bo za izdatnostjo, se pravi, je dovolj vode in seveda se tudi ni šlo v tej smeri. Kar se tiče rezervnih virov, bom rekel, da mi imamo v Suhi eno črpališče, kot črpamo podtalnico Suhe, ki jo lahko, bom rekel, ki je dejansko ne koristimo razen v težavnih primerih. To se je seveda tudi pokazalo v poplavah, enako pa smo tudi v poplavah dobili rezervni vir iz smeri Železarne, ker imajo tudi svoje vrtine in smo tudi to vodo, bom rekel, je tudi pod nadzorom, takrat si pomagali z njo, da smo lahko oskrbovali samo občino Ravne. Je pa bil seveda tam še problem, bom rekel, še vedno obstajajo, z samim tlakom ga do izdvign, da nekateri, oziroma višja območja niso imeli vode. Goli ste še v Salonitki, se pravi, seveda v občini se še nahajajo cevi salonitnega izvora oziroma so iz salonitne litine, če tako rečem. To se nahaja, bom rekel, na relaciji s Kotl do Ravn, imamo skozi salonitni vodovod DN 250, smo ga pa zdaj med poplavom odstranili iz Mežice do Prevalj, pa tudi je zdaj potekala lansko pa letošnjo leto investicija, bom rekel, do Bje vasi oziroma od, bom rekel, občinske meje Prevalja pa do Čečovja. Tako da ostaja, bom rekel, Kotle Ravne, pa od zajetja Šumcu, spod Pece, pa do mesta Mežice, tudi salonitni vodovod. Pa tudi se nahaja, bom rekel, nek delež še na Javorniku, nek delež na Čečovju, je pa to seveda veliko manj, oziroma nek ta glavnina je bila veliko odpravljena. Če rečem nekaj na tretjine, če razdelimo, bom rekel, po poplava smo 2/3 tega zamenjali. Zdaj pa mislim, da še kaj bo, mislim, da ne. Hvala gospodu Mihanu Horvatu za ta prvi krok odgovorov na razpravo. Nadaljujemo z razpravo. Prosim, gospod Šimec. Jaz bi pa povedala sledeče, da ne bo samo letelo na to komunalo. Jaz pravim, da našo komunalno podjetje zelo dobro dela z vsemi delavci. Hvaležni smo jim, ker so tudi po 5 letih prepucavanja sem pa tja, ravno danes sem dobila obvestilo, da je gospa Razdevšek Hedika dobila končno na stražišču 36B nekaj takega tekočo vodo v hišo. Tako da je to tudi, čeprav manj vzeti v, sicer se z županom ne strinjama zmerno, ampak to pot je res ni bil on kriv, ker pač niso dobili določenih podatkov iz Prevaljke, ker jaz vem, ko ste zahtevali, da naj napišejo specifikacijo, zakaj ti grozen gnar za en tati hidrant za priključek, ampak gospa mi je rekla, danes, ko me je poklica, danes voda teče, sem zelo gmajtna, povej na občini, da hvala vsem, ki so sodelovali. Hvala, gospod Šimen, za ta drugi krok razprave, če lahko rečem. Še kdo? Če ne, torej predlagam sklep, ki se glasi. Občinski svet potrjuje program oskrbe s pitno vodo 2026 do 2029 na območju občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? Osemnajst za.
10. točka dnevnega reda, predlog programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za obdobje 2026 do 2029 na območju občine Ravne na Koroškem. To je po naravi najbrž zelo podoben dokument kot pa seveda prejšnji za vodovod, vodooskrbo, za drugo javno službo, torej odvajanje in čiščenje, in bo zopet direktor po istem principu odgovarjal na vaše vprašanja. Odbor, ki je to obravnaval, je najbrž isti. Torej prosim predsednika gospoda Vrhovnika za poročilo odbora za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo, ki je najbrž opravil temeljito razpravo. Tako je, gospod župan. Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukture je obravnaval program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za obdobje 2026-2029 na območju občine Ravne na Koroškem ter ugotavlja, da je program pripravljen skladno z veljavno zakonodajo in strokovnimi podlagami, zato predlaga občinskemu svetu, da program potrdi. Hvala predsedniku odbora, odpiram razpravo občinskega sveta. Ene svetniki nas se zapuščajo, da smo še sklepčni. Smo 17 še. Jaz sem hodil ven. 12 vas rabimo, no. Ok, 15 smo. Dobro. Odpiram razpravo občinskega sveta k točki 10, pardon, oskrba, mislim, program odvajanja. Če ni razprave, predlagam sklep. Občinski svet potrjuje program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za obdobje 2026 do 2029 na območju občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? Ne. 15 za. Kdo proti? Ne. Nič proti. 11. točka, predlog spremembe cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja JKP Ravne. Tu bo točko predstavil direktor, tokrat pa bo predstavil direktor JKP Ravne, prosim. Hvala za besedo. Zdaj, mogoče kaj bi bo najbolj pomembno, bi jaz prvi izpostavil, da seveda ne gre za sam elaborat, ampak gre v bistvu za dopolnitev elaborata. Seveda zakonodaja nam nalaga, da v vsaki večji spremembi noveliramo elaborat in dopolnimo elaborat cen. Seveda v preteklosti, bom rekel, se je zaključila ena večja investicija v sanacijo dolinskega vodovoda, kar smo malo pregovorili, to je na trasi Mežica-Prevalje. In seveda so se, bom rekel, letne stroške amortizacije povečali za 71%, oziroma, bom rekel, z prejšnjih 150 tisoč evrov so skočili na 256 tisoč evrov. In seveda, glede na to, da nam zakonodaja nalaga, da seveda moramo vedno po taki spremembi izračunati novo ceno, smo seveda iz, bom rekel, obstoječe cene 2,39 evrov, bom rekel, na sam priključek, vodovodni priključek, dobili novo ceno 4,05 evra, kar seveda pomeni 71% podražitev, bom rekel, same amortizacije. Seveda ta, bom rekel, investicija ni bila financirana s strani občinskega proračuna, ampak je bila krita, bom rekel, v okviru intervencijskih stroškov po avgustovskih poplavah v letu 2023 in zato smo tudi predlagali, bom rekel, samo subvencijo v višini 40% na ceno omrežnine. Seveda, če lahko tako zaključim, bom rekel, da to na nek način ni podražitev, ampak je samo uskladitev, pa vkolikor seveda se subvencija potrdi, občani te podražitve ne bodo občutili na položnicah. Zdaj sem pa na voljo seveda še za kakšno vprašanje. Hvala direktorju za predstavitev te točke. Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo, prosim predsednik gospod Vrhovnik. Odbor se je seznanil z dopolnitvijo elaborata o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo za leto 2025 in ugotavlja, da je dopolnitev pripravljena v skladu z veljavno metodologijo in zakonodajo. Odbor predlaga občinskemu svetu, da dopolnitev elaborata potrdi in omogoči uveljavitev nove omrežnine in cene storitve s 1. januarjem 2026. Hvala predsedniku odbora. Odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni, predlagam sklep.
Občinski svet občine na Koroškem se je seznanil z dopolnitvijo elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo za leto 2025. Občinski svet potrjuje dopolnitev elaborata ter določa, da se nova omrežnina in cena storitve oskrbe s pitno vodo, kot izhajate iz dopolnitve elaborata, uveljavita s 1. januarjem 2026. Kdo je za? 15 za, kdo je proti? A te nas je ne veš? 15. Soglasno, ja. Hvala direktorju. 12. točka dnevnega reda, predlog sklepa o določitvi ekonomske cene v vrtcu Ravne na Koroškem za leto 2026. Točko pa bo predstavila naša sodelavka Clarisa Funtek z oddelka, ki pokriva predšolsko vzgojo. Prosim. Hvala za besedo. Občinski svet vsako leto sprejme sklep o določitvi ekonomske cene programov v vrtcu Ravne na Koroškem. Cene so oblikovane v skladu s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen. Zdaj v šolskem letu 2025-2026 bo vrtec posloval z 23 oddelki, od tega 8 oddelkov prvega starostnega, 14 oddelkov drugega starostnega in pa en kombiniran oddelek. Zdaj vrtec je pripravil izračun cen za leto 2026, ki pa so sledeče. Cena prvega starostnega obdobja se poviša za 9,09% in bo znašala 667 evra. Druga starostna skupina se poviša za 1,50% in bo znašala 531 evra. Cena kombiniranega oddelka pa se poviša za 1,90%, torej bo cena 569. Zdaj na samo povišanje cen vplivajo napredovanje delavcev, prenova plačnega sistema, premije kolektivnega dodatnega zavarovanja, redna delovna uspešnost, zaposlitev pomočnice vzgojiteljice za pokrivanje sočasnosti, vpisano število otrok glede na razporeditev v oddelke. Zdaj vpisanih je tudi manj otrok v oddelkih prve starostne skupine, kar seveda vpliva na ceno dela tega starostnega obdobja. Zdaj, vkolikor bo občinski svet cene potrdil, bodo te pričele veljati s 1.1.2026. Glede na predlagane cene za leto 2026 v sosednjih občinah se občina Ravne uvršča na drugo mesto. Zdaj v tabeli v gradivu je prikazano tudi, koliko staršev spada v posamezne plačne razrede ter kakšne so njihove razlike v plačilu po novi ceni. Zdaj, če pogledamo za prvo starostno obdobje, večina staršev spada v 5. in 6. plačni razred, kar pomeni plačilo cene v višini od 35 do 43%. To je zdaj zaradi podražitve za njih predstavlja dodatnih od 19 do 23 evrov stroška. Za drugo starostno obdobje in pa kombiniran oddelek pa je večina staršev uvrščena v 5. plačni razred, to pomeni 35% cene, pri čemer pa podražitev prinese dodatni strošek v višini od 2,80 do 3,50 evra. Zdaj staršev, ki plačujejo 77% cene je 27, 7 otrok vrtca ne plačuje. Zdaj naj omenim tudi, da vsak drugi in naslednji otrok ter seveda starši, ki so socialno ogroženi, so plačila oproščeni. Hvala. Hvala, gospod Clarisi Funtek. Dva odbora sta to obravnavala, odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport, podpredsednica gospa Vravnik, prosim. Hvala. Odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport se je seznanil s predlogom sklepa o določitvi ekonomske cene programov v vrtcu Ravne na Koroškem za leto 2026 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala, ter še odbor za proračun in finance, predsednik gospod Škratek. Odbor za proračun in finance se je seznanil s predlogom sklepa o določitvi ekonomske cene programov v vrtcu Ravne na Koroškem za leto 2026 in predlaga občinskemu svetu občine Ravne na Koroškem, da ga sprejme. Hvala, gospod Škratek, kot predsednik odbora za proračun in finance. Prosim, gospa Ranc, razprava. Gospa Vravnik, potem. V dokumentu so razvidni ključni elementi, ki vplivajo na stroške delovanja in stroški dela, predstavljajo največji delež ekonomske cene, to je 85%, v njega so vključena napredovanja, prenova plačnega sistema, premije, redna delovna uspešnost, kot je že strokovna delavka prej pojasnila, me pa zanima, kak delež celotnih stroškov dela predstavlja posamezni segment.
Hkrati bi pa seveda kot vsako leto poudarila, da ekonomske cene, ki jo danes sprejemamo, ne plača nobena družina v celoti, saj starši v največjem možnem obsegu krijejo največ 77% ekonomske cene. Starši namreč pri Centru za socialno delo uveljavljajo pravico do znižanega plačila vrtca, kar vidimo iz tabel v gradivu, kjer je razvidno, koliko družin je uvrščenih v posamezne plačilne razrede, in ti podatki seveda kažejo, da je sistem socialnih korekcij aktiven in pomembno prispeva k dostopnosti vrtca za vse družine. Hvala. Hvala, gospod Rand, za to vprašanje, ki je bilo zastavljeno, se spogledujejo direktorica vrtca in strokovne službe. Mogoče bo še kako vprašanje, da prosim, gospod Ravnik, pa pol na koncu. Hvala za besedo. Žal sama ne morem potrditi zvišanja cen vrtcev, saj so se na mene obrnili zaskrbljeni starši, ki opozarjajo na dodatno finančno obremenitev svojih družin. Pa hkrati naj še omenim, da je Vlada Republike Slovenije s predstavniki občinskih združenj dosegla dogovor o višini povprečnine za leto 2026, ki bo znašala 835 evrov na prebivalca. Ta dogovor pa občinam zagotavlja stabilno financiranje, predvidljivo načrtovanje in trdnejše temelje za izvajanje lokalnih nalog. Zato menim, da ni utemeljenega razloga za dodatno zvišanje vrtčevskih prispevkov. Hvala. Prosim za odgovor na vprašanje, gospod Ranc. Hvala za besedo. Ja, zdaj točno koliko procentov je, ne morem na pamet povedati, lahko pa povem, da so elementi cene, to so stroški dela, to so vse plače zaposlenih, pa se pa to deli na število otrok. Zakaj je prva starost dražja kot druga starost? To je seveda tudi povezano z vašim vprašanjem, gospa Ranc, zato ker je v prvi starosti sočasnost vzgojitelja in pomočnika 6 ur, v drugi starosti pa 4 ure in je logično, v kombiniranem oddelku pa 5 ur, zato je razlika v ceni. Točno procent stroškov dela pa bom lahko podam, no, ampak to so pač tako neka plače zaposlenih vseh, pa se pa deli na število otrok. Seveda je pa tako gospa Clarisa že lepo povedala, da je to odvisno seveda od vpisanih otrok in pa seveda v katerem starostnem obdobju so otroci. Bi pa tudi razumem gospod Ravnik in seveda smo vsi na strani staršev in ko se višajo cene, nobenemu ni prijetno, tudi nam, ko dvignemo roko, tudi meni kot ravnateljici, seveda mi je verjetno najtežje, ko to računamo, je pa resno, da tudi država veliko pomaga pri tem in vsak drugi, tretji otrok ima zastonj. Jaz imam zdaj tule podatke, ko sem tudi dobila vprašanja na odborih, tako je gospa Clarisa rekla, 7 otrok, 7 staršev ne plačuje vrtca. Vprašanje je bo, če so to vsi tujci. Niso vsi tujci. V enoti Sozice imamo 4 take družine, od tega sta 2 tujca, v enoti Levi Devže je ena družina, ki ima zastonj vrtec in to je tujec Ukrajinec, v enoti Ajda sta pa to 2 družini, ki imata zastonj vrtec in sta tujca. Teda si v tem malo lahko razlagali. Imamo pa brezplačen vrtec oziroma drugi in pa tretji otrok, ki jih plačuje ministrstvo. Skupaj imamo 114 takih otrok, od tega pa 32 tujcev. Tako da, hvala. Hvala. Še kakšna razprava? Če ne, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejema sklep o določitvi ekonomske cene programa v vrtcu Ravne na Koroškem za leto 2026. Kdo je za? Ena je za, kdo je proti? Nič proti, ugotavljam, da je sklep sprejet. Imamo še 13. točko, pred zadnjo točko z 2 podtočkama, tudi točko 13.1, ukinitev javnega dobra bo predstavila direktorica občinske uprave, gospa Kupljen, prosim. Hvala za besedo. Prva točka je predlog ukinitve javnega dobra na zemljiški parceli številka 725/3 kao Podgora. Tu gre v bistvu za javno dobro, ki je v naravi cesta in vodi proti vodnemu zajetju Podgora.
To je torej prvi korak ureditve, o kateri je prej govoril gospa Vrdinek, upam, da nisem zdaj zgrešila, pa tudi smo dobili za to ukinitev predlog strani KP Ravne, ki s tem modnim zajetjem seveda upravlja. Tako da predlagamo, da se status javnega dobra ukine in da se zapiše last v korist občine Ravne na Koroškem. Hvala. Prosim predsednika odbora, gospoda Vrhovnika, odbora za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo. Odbor se je seznanil s sklepom, s katerim se ukine status javnega dobra na zemljiški parceli številke 725/3 KO 897 Podgora in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. 13 nas. Dobro. Ok, dajem sklep v razpravo. Če ni, predlagam sklep. Na zemljiški parceli številka 725/3 KO 897 Podgora se ukine status javnega dobra in pripiše lastninska pravica v korist občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 13 za, nič proti. Ter predzadnja točka, prosim direktorico za predstavitev. Pred zadnji točki prav tako predlagamo ukinitev javnega dobra in pripis lastninske pravice v korist občine Ravne na Koroškem. Gre za parcelo 884/8 KO Ravne na Koroškem, sicer je to parcela na Šancah, ta prva cesta, ki se dotika kolesarke, katere lastnik je Republika Slovenija, upravljavec pa občina Ravne na Koroškem. Zaradi odmere te kolesarke je treba to javno dobro ukiniti in narediti lastninsko pravico v korist občine Ravne na Koroškem, zato da se bo lahko dejansko stanje uredilo. Hvala lepa. Hvala. Predsednik odbora, gospod Vrhovnik, prosim. Odbor se je seznanil s sklepom, s katerim se ukine status javnega dobra na zemljiški parceli številke 884/8 KO 882 Ravne ter predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Odpeljem razpravo. Če ne, predlagam sklep. Na zemljiški parceli številka 884/8 KO 882 Ravne se ukine status javnega dobra in pripiše lastninska pravica v korist občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 13 za, soglasno, ter res zadnja točka dnevnega reda, predzadnje letošnje seje, torej 14. točka, predlogi in pobude članov občinskega sveta. Prosim, gospod Štriker. Hvala za besedo. Preko poročanja Koroškega radija in časopisa Večer sem izvedel, da naj bi se pri prenovi mestnega stadiona uporabil gramoz, ki naj bi bil kontaminiran z svincem. Kot član občinskega sveta zahtevam, da se občinskemu svetu čim prej predloži uradno poročilo o poteku dela, rezultati vseh opravljenih analiz ter pojasnilo, ali je bil gramoz res kontaminiran in kako je bila zagotovljena varnost uporabnikov in izvajalcev del. Gre za občutljivo temo, ki zadeva javno zdravje, zato je pomembno, da občani dobijo jasne, preverjene in transparentne informacije. Name se je obrnil občan, stanovalec večstanovanjske stavbe na Prežihovi ulici, nasproti cvetličarne pri prehodu za pešce. Opozoril me je na pogosto divjanje vozil skozi trg, zlasti v večernih in nočnih urah, predvsem ob vikendih. Gre za resno nevarnost tako za pešce, kot za prebivalce okoliških blokov. Ker je ta odsek državna cesta oziroma magistralka, predlagam, da občina na Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo uradno naslovi zahtevo za namestitev merilca hitrosti ali radarja. Prav tako predlagam, da policijske postaje Ravne posredujemo zahtevek za poostren nadzor na tem območju. Menim, da moramo občanom zagotoviti večjo varnost in preprečiti morebitne nesreče, še posebej v času, ko se prometna kultura na tem odseku slabša. Pred približno mesec dni je lokal Havana Ravne na svojem Facebook profilu objavil fotomontažo krožišča na Javniku, na katerem je bil postavljen logotip bivše železarne Ravne.
simbol elektroobločne peči. Reakcija občank in občanov je bila več kot pozitivna. Ta simbol je del naše ravenske identitete, del tradicije, ki nas povezuje in opominja na našo bogato železarsko zgodovino. Zato podajam pobudo, da vkoliko bodo na voljo ustrezna sredstva, razmislimo o postavitvi tega grba na eno izmed krožišč na območju Raven na Koroškem. S tem bi naredili lep poklon naše industrijske dediščine in okrepili prepoznavnost mesta. Prebivalci naselja Kotle 2 so se ponovno obrnili name zaradi slabega stanja cestišč. O tem problemu sem že večkrat govoril tako na odboru za infrastrukturo kot na seji občinskega sveta. In verjamem, da marsikomu ob tej točki pride že na misel, županovi kotulci v Kotlah spet zahtevajo nekaj več kot ostali. A realnost je drugačna. V vseh delih naše občine izvajamo sanacije cest, deloma zaradi posledic poplav, deloma zaradi dotrajanosti. Enako pričakuje tudi krajani naselje Kotle 2. Ne zahtevajo več kot druge, želijo pa tisto, kar je nujno potrebno, varno in uporabno cestišče. Zato zahtevam, da se v naslednjem proračunskem letu vključi projekt celovite sanacije cest v naselje Kotle 2. Vkoliko investicija ne bo umeščena v program obnove, krajani napovedujejo protestno pismo in začetek zbiranja podpisov za izredni sestanek z županom. Menim, da lahko z odgovornim načrtovanjem te težave rešimo brez zaostrovanja odnosov in s tem okrepimo zaupanje krajanov v del občine. Kot zaključek bi še enkrat izpostavil, da vse 3 pobude oziroma 4 izhajajo iz dejanskih potreb naših občank in občanov. Verjamem, da bomo skupaj našli ustrezne rešitve ter poskrbeli za večjo varnost, lepšo podobo Raven in boljšo infrastrukturo v naše občine. Hvala. Hvala gospodu Štrikarju. Zdaj glasnost, ne vem, kje se štima, no pač bil je odločen in glasen, no, glavnem. Gospod Ravnik, prosim. Hvala za besedo. Jaz imam pa 4 pobude. Okay. Prva pobuda. Pobuda za ureditev prometa na Javniku zaradi nevarne vožnje motoristov. V zadnjem obdobju se na območju Javnika pojavlja vse več primerov, ko motoristi vozijo po otroškem igrišču in peš poteh, kar pomeni resno nevarno za otroke in druge prebivalce. Predlagam, da redarska služba ukrepi redno nadzorstvo na tem območju. Pol drugo, da se preveri možnost postavitve fizičnih zapor na vhodih v peš poti, kjer je to tehnično izvedljivo, pa da se pripravi kratek načrt ukrepov za povečanje varnosti na otroških igriščih. Pobuda številka 2, glede hranjenja golobov na Javorniku. Na Javorniku se vsak dan okoli 7 ure zjutraj ponavlja hranjenje golobov strani posameznih stanovalcev, kar povzroča povečano število ptic, onesnaženje okolice in zdravstvena tveganja za prebivalce. Predlagam, da redarska služba izvaja pogostejše intervencije in nadzor v tem času in da redarska služba v primerih ugotovljenih kršitev izreče globe, saj je to edini ukrep, ki lahko učinkovito prepreči nadaljnje hranjenje golobov in zaščiti kakovost bivanja na Javorniku. Pobuda številka 3. Skupina arhitektov, ki je bila na strokovni izmenjavi na Ravnah, je v svoji analizi izpostavila, da v centru mesta manjka prehod za pešce, torej tam pri pošti, in da je prometna ureditev neustrezna. Občina je predhodne predloge za celovito ureditev prometa v centru že večkrat zavrnila in zato predlagam zaradi varnosti pešcev in umirjanja prometa, da se uvede omejitev hitrosti na 30 km na območju trga Ravne in sicer od krožišča do avtobusne postaje pri zdravstvenem domu, pa dodatno preveri potrebo po novih prehodih za pešce in drugih ukrepih za umirjanje prometa. In pobuda številka 4. Prosim občinsko upravo, da pripravi pregled vseh projektov, ki jih je občina od junija 2022 do danes ali je izvedla ali so v teku in so se sofinancirali
ali v celoti financirala strani države, torej ministrstva javnih skladov in tako dalje, ali pa sofinancirala ali v celoti financirala strani evropskih sredstev. Naprimer, evropski skladi, programi, razpisi EU. Za vsak projekt naj se navede ime projekta, vir financiranja ali državni, evropski ali kombinirani, višina celotne vrednosti projekta, delež sofinanciranja, datum odobritve in izvedbe, oziroma ali je izveden ali je v teku, in kratek vsebinski opis projekta. S tem želimo zagotoviti preglednost nad črpanjem zunanjih finančnih virov in učinkovitosti občinskih investicij v zadnjih letih. Hvala lepa. Hvala, gospod Ravnik. Gospod Škratek je potem pa gospod Rancno. Hvala za besedo. Zdi se mi prav, da v tej točki dnevnega reda občinskim službam namenimo tudi pohvale, ne samo graje pa zahteve. V letošnjem letu je bilo na Javorniku na območju med bloki številka 22 pa trgovino Mercator pa tja do bloka 27 urejena cesta in urejena te dodatno zgrajena parkirišča. To smo stanovalci na tem območju resnično potrebovali. Pridobili smo kar veliko novih parkirišč. S tem je v veliki meri in za daljše obdobje rešena oziroma močno zmanjšana problematika parkiranja. Rad bi se zahvalil tudi županu, ki je prisluhnil željam in pošteval predloge nas stanovalcev tega območja. Hvala. Hvala. Gospod Ranc, prosim. Pol nimam več koga na tej seji. Imam še. Gospod Vrdine, gospod Hornik. Jaz imam pa samo eno vprašanje in sicer glede obnove savne na DTK-ju. Že približno pol leta ne obratuje, ko sem se obrnila na ZKŠTM, so me napotili na občino, zato tu sprašujem, kdo je odgovoren za obnovo in pa kdaj se predvideva ponovno odprtje. Hvala. Hvala. To bo že moč naslednjo sredo odgovoriti. Ja. Gospod Vrdinek, prosim. Potem pa gospod Javornik. Jaz bi pa prosila, če lahko občina nagovori lastnika Tuševe stavbe. V tem delu, ko je plato, je en tak nadhod in tiste plošče, ki so spodaj, prav visijo dol in so zelo nevarne. Zdaj pa se tudi je že pravzaprav v teku ta predbožični in božični čas in tam bo veliko ljudi, tako da ne bi bilo fajn, če bi katera od tistih plošč padla na glavo. Hvala. Bomo preverili. Ja, gospod Javornik, prosim. Pozdravljeni. Sedaj v prednovoletnem času za Silvestro je zelo moteče metanje petard, raket in bi bilo smiselno, da bi pač nočno redarstvo občina uvedla, da bi to predvsem v predelih mesta, ko se odbijajo zabave, da bi to preprečevali. Hvala. Hvala za to pobudo. Ja. Če ni več prijavljenih, se vam zahvaljujem za delo na 21. redni seji. Občinska uprava mora zdaj še sklicati danes novo sejo, da se vidimo nekateri na odborih, pa večina nas pa tudi na občinskem svetu, torej 17. prihodnji teden. Hvala za današnje delo in pa lep preostanek dneva, tedna, pa ne pozabiti, da je december, veseli december, da so prazniki, tako da imejte se lepo do naslednje srede.